večer. Dobrodošli na četrtem predvolilnem soočenju na POP TV. Nocoj živo iz proizvodnih prostorov podjetja Kontro, nekdanjega Iskratela v Kranju. Predsednike političnih strank bo soočil Uroš Slak. Dober večer. Kako bomo živeli v naslednjih 4 letih? Se lahko ob zaostrenih svetovnih razmerah in spopadih na Bližnjem vzhodu, ki vsakodnevno dvigajo ceno nafte, ta je že presegla $100 na sod, plina, kar seveda vpliva na naš standard in na gospodarstvo, ki se mora spopasti z dvigom cen osnovnih surovin, ki poganjajo gospodarstvo, sploh uresničijo napovedi o nižjih davkih, manjših obremenitvah gospodarstva, ali iz nas čakajo še višji davki, še višje cene bencina, obdavčitev premoženja, kar vse seveda znižuje naš življenjski standard. Odgovore bomo iskali z najodgovornejšimi za našo prihodnost, predsedniki strank, ki se s svojimi političnimi odločitvami in politiko do gospodarstva ustvarjajo okolje, od katerega je odvisno, ali se bo naš življenjski standard v naslednjih 4 letih dvigoval, stagniral ali v teh ne samo za Slovenijo, ampak cel svet izjemno zahtevnih časih nižal. Kaj nas torej čaka? In tudi o zadnji aferi o domnevnih prisluhih nekaterim nekdanjim in sedanjim veljakom Gibanja Svobode. Z nami so predsedniki 8 strank, ki jim povprečje zadnjih 3 javnomnenjskih anket, ki jih za nas pripravlja Inštitut Mediana, kaže uvrstitev v parlament. Janez Janša, predsednik SDS-a, ki mu javnomnenjske raziskave trenutno kažejo zmago na volitvah. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki se po zadnjih javnomnenjskih raziskavah približuje SDS-u Janeza Janše. Se lahko v zadnjih 14 dneh volilne kampanje trend še obrne in Golob z Gibanjem Svoboda prehiti SDS Janeza Janše. Z nami so tudi koordinator Levice Luka Mesec, ki zastopa skupno listo Levice in Vesne, predsednik demokratov Anže Logar, predsednik socialnih demokratov Matjaž Han, Jernej Vrtovec, predsednik NSI, ki ima na teh volitvah skupno listo z SLS in Fokusom Marka Lotriča, predsednik Resnice Zoran Stevanović in predsednik Piratov Jasmin Feratović. Spoštovani gospodje, dober večer. Začnimo z vami, gospod Golob. Tisto, kar ljudi seveda v zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu najbolj zanima, za koliko se bodo podražili jutri naftni derivati, bodo bencinske črpalke preskrbljene in ne bo zmanjkovalo goriva, boste morda ob namejnih bencinskih črpalkah za Avstrijo omejili prodajo goriva, ker bo pri nas cenejši, in ali ste sprejemali še kakšne druge ukrepe oziroma se pripravljali na njih, s katerimi boste odgovorili na dviganje cene ne samo nafte, ampak tudi plina in ostalih energentov. Še enkrat dober večer. Najprej naj povem, da je ta nepotrebna in nepremišljena vojna proti Iranu že sprožila nekatere posledice, zaradi katerih bo tudi v Evropi in Sloveniji v bodoče življenje žal slabše. Prvi učinki se že kažejo v dvigu cen nafte in dvigu cen zemeljskega plina. Zato je vlada že danes na dopisni seji naredila dvoje. Posegli smo v trošarine, zato da omilimo dvig cen naftnih derivatov. Jutri bodo nekoliko dražji, ampak ne bistveno. Če se bi situacija nadaljevala, bi lahko v prihodnjih tednih prišlo do bistveno višjega skoka in takrat bo postala potem situacija res že zelo težka. Drugi ukrep, ki smo danes tudi sprejeli v dopisni seji, je pa razglasitev prve stopnje tveganja pri skrbi z energijo in imenovanje krizne skupine, ki bo ravno na ta vprašanja, o katerih zdaj govorite, pripravila ukrepe v prihodnjih dneh. Od njih bomo tudi seznanili javnost in sem prepričan, da bojo tudi imeli svoj učinek. Gospod Janša, je to pravilen odziv vlade, bi se tudi vi tako odzvali, če bi jo vodili v takih razmerah? Zdaj, tukaj ni najprej dober večer, pa lepo, da zbirate vrstni red po anketah. Kar se tiče pa tega vprašanja, pa tako, da Slovenija lahko na situacijo vpliva zgolj obrambno, se pravi, naredimo tisto, kar bi lahko, tudi vlada nima tukaj neomejenih možnosti. Zdaj, na srednji rok ne vemo, kaj bo, kratkoročno bodo cene rasle, nafte ne bo zmanjkalo, bo pa dražja, a ne? Jaz upam, da so tisti, ki so se tega lotili, zadevo preračunali, da bo vse skupaj končano do maja. Če bo končano do maja, potem se bo na letni ravni to izravnalo. Če se bo situacija na Bližnjem vzhodu stabilizirala, bo tudi energija cenejša in ne bomo nič izgubili.
Če bo to nekaj časa trajalo, bo to pa imelo dvojne negativne učinke. Tudi Rusija se bo finančno okrepila, spopadi v Ukrajini se bodo intenzivirali, ker ruska ekonomija je zelo odvisna od cen nafte. Če so te cene visoke, več denarja za njihov vojaški stroj in Evropa bo v težji situaciji, torej vsi odvisno od časa. Odkimavate, gospod Golob, odkimavali ste medtem, ko govori gospod Janša, čemu? Temu, da zagotovo ni bilo dobro premišljeno. Žal so se Združene države Amerike spustile v to vojno, brez da bi se zavedale posledic za globalno ekonomijo. To se že kaže na delniških trgih, tudi v ZDA. Jaz sem prepričan, da bodo na koncu se morali ustaviti pred datumom, ki je bil prej naveden, in prav je, da se ustavijo čim prej. Ne nazadnje lahko spremljamo tudi civilne žrtve, tudi dekliške šole. Jaz mislim, da tukaj gre res za situacijo, ki bi vsi morali reči dovolj je, in kdo ima prijatelje v Beli hiši, ne zavrti telefon, če jih ima, in ne ukrepa v imenu svetovnega miru. Jaz upam, da gospod Golob takrat, ko je srečal gospoda Trumpa, da sta si izmenjala številke, pa da ga lahko pokliče. Jaz gospoda Trumpa nisem nikoli srečal. Gospod Stevanović, potem pa ostali. Zelo zanimivo mi je to poslušati debato, ne, kaj bi kdo naredil. Tudi vlada zdaj razmišlja šele o ukrepih, ki bo izvedla, enako prejšnja vlada o tem. Ne. Jaz vam pa lahko garantiram, da če bi bila resnica že od leta 2022 do 2026 v organih odločanja, da do tega strahu sploh ne bi prišlo, ker bi vodili popolnoma drugačno znanjo politiko, ne bi iskali sovražnikov, ne bi gradili zidov, ampak bi delali mostove. In ko smo mi opozarjali oba predsednika, ne iščete sovražnikov po svetu, sploh pa ne pri državah, ki so cisterne energentov, sta oba pravzaprav to počela. Opozarjali smo gospoda Janšo, jaz sem se dobil osebno na sestanku z gospodom Golobom junija 2022 in sem ga prosil ali pa rotil, ne vodi bruselske agende v tem smislu, da bo Rusija naš sovražnik. Danes, ki bi pa mi potrebovali cisterno energentov, je pa nimamo zaradi nespametne zunanje politike. In to je politika, ki jo bojo dejansko nadaljevali. Mi smo pa tisti, ki znamo sodelovati z vsemi partnerji v celem svetu. Gospod Han, gospod Vrtovec. Zdaj, mi smo začeli to kampanjo, mislim, da prvo soočenje je bilo 19.2. Vojna se je začela 28.2. in 19.2. smo imeli, bom rekel, neke razprave, ki jih verjetno bomo mogli danes spremeniti, zato ker bo treba odreagirati na te nesmiselne vojne. Vojna se je začela v zalivu... Ampak kako, gospod Han, tako kot je vlada in kako naprej? V regiji 28. in danes je vlada, kar se tiče cen naftnih derivatov, ukrepala, spustila del trošarine, ki bomo s tem na nek način ceno držali relativno konkurenčno, kar je seveda v tej fazi celo slabo za državo, ker nam seveda tujci prihajajo in nam kupujejo cenejšo nafto in bencin, ker smo ta moment od Avstrijcev, mislim, da celo tudi od Hrvatov, cenejši. In imamo problem, ker bomo v 14 dneh mogli zopet korigirati ceno, ampak mislim, da smo to danes naredili edino pametno, bi pa rad pomeril državljanke in državljane. Nafte je dovolj, nafte ne bo zmanjkalo. V primeru, da bi jo pa zmanjkovali zaradi razmer v regiji, imamo v državi v blagovnih rezervah dovolj nafte za 3 mesece delovanja te države. Tu lahko javno povem, 700 milijonov litrov je nafte v blagovnih rezervah in to zadostuje za približno 103 dneve. Je pa res, da s tem ne moramo ceno spuščati, ampak samo nafto dovažati za ljudi. Tako da, kar se tega tiče, smo lahko mirni. Me je pa strah, da bomo verjetno mogli intervenirati, tako kot smo na začetku mandata pri energetiki zelo dobro intervenirali, na koncu smo intervenirali v tej vladi tudi zelo dobro z tem, da smo ljudi, Slovence in Slovenke, rešili iz regije. Tako da enostavno bo potrebno zavihati rokave in držati neko konkurenčnost v tej Evropi. Vede, tukaj je ključno, kaj je tisto, kar lahko Slovenija sploh v dani situaciji naredi. Nima vpliva na vse poteke na Bližnjem vzhodu. Geopolitična in geostrateška situacija je res zelo zapletena. Pametno pa je, da vlada vodi zelo razumno trošarinsko politiko v teh razmerah. Zalog nafte je za več kot 100 dni, mislim, da za 103 dni je zalog nafte v Sloveniji in to imamo na voljo.
samo zniževanje trošarin. Se pa bojim, da bo mnogo premalo. Hkrati je treba držati ravnotežje med tem, kakšna mora biti cena nafte v Sloveniji zaradi naših okoliških držav, da je ne pokupijo dobesedno, in na drugi strani pa, če bo ta zgodba trajala dlje kot 100 dni na Bližnjem vzhodu, pa je zelo pomembna ena stvar, in sicer tudi blokade cen pri naftnih trgovcih. Jaz se spomnim 4 leta nazaj, ko se začela naftna kriza z agresijo Rusije na Ukrajino, je prejšnja vlada ravno to naredila, se pravi zamejila cene. V določenem momentu, ko je bilo to potrebno, ker so bili signali, da bo primanjkovalo nafte. Torej, tukaj je potrebna zelo razumska in trezna politika, s tem obstreljevanjem na nekaj, kar pa nimamo vpliva, se pravi na Združene države Amerike in dogodke na Bližnjem vzhodu, pa v bistvu to nam ni noben doprinos. Mi rabimo zavezništva tudi znotraj Evropske unije, da lahko to krizo, tudi naftno krizo, energetsko krizo, uspešno prebrodimo. Gospod Logar, blokada cen naftnih trgovcev, če bo potrebno ali ne? Zdaj najprej, da se vrnem nazaj. Obveščevalne informacije o namenu Amerike za napad na Iran so že nekaj časa prihajale, že od začetka tega leta. Zdaj, če ste v januarju vprašali Grok, umetno inteligenco, kdaj bo Amerika napadla Iran, je dal datum 28.2., torej ravno datum, ko je dejansko Amerika skupaj z Izraelom napadla Iran. Zdaj, to je bilo okno priložnosti, ko bi morala vlada začeti razmišljati o konkretnih ukrepih, kaj bo naredila. Dvig nafte ni edina posledica tovrstne krize vojne v Iranu. To je samo prvi element, ki bo udaril davkoplačevalce. Drugi element pride z višjo ceno elektrike, tretji element višja cena logistike in četrti element kot domina je potem višja cena prehrane in ostalih proizvodov. Skratka, mi imamo celo vrsto groženj za ekonomijo, v kateri živimo, in neodgovorno je, da vlada šele danes razpravlja o tem, kaj bo naredila, in o prvem ukrepu, ko bi morali danes v bistvu že razmišljati o vseh treh naslednjih poteh, še posebej, ker je to vlada ker je to vlada v odhajanju in dejansko tu za tem omizjem, če temu rečem, sedijo tisti, ki bodo sedeli tudi v naslednji vladi, zato je potrebno sklicati še enkrat Svet za nacionalno varnost, da se točno o teh vprašanjih pogovorimo in zagotovimo našim državljankam in državljanom, da bo vlada poskrbela za blaženje teh pritiskov. Samo še to, druga raven, Evropska unija, tudi tam imamo rezerve in tudi tam sedaj potekajo razprave o sprostitvi blagovnih oziroma rezerv za nafto in plinom, zato da se zagotovi ustrezne količine teh energentov za vsakdanje normalno življenje. Samo mi programa ne pišemo z umetno inteligenco in se predvsem na drugačne načine pač delamo. Zdaj, kar se tiče nafte, bi še enkrat rad pomeril. Ni problem pomeril ljudi. Ni problem v tem, ali nafta bo ali nafta ne. Problem je cena in vlada je danes odreagirala, tako da je za trošarinami se odpovedala trošarin in znižala cene in zdaj bomo spremljali, tako kot po zakonu, bomo spremljali 14 dni, kaj se bo dogajalo in bomo videli, kaj bomo čez 14 dni naredili. Verjamte mi pa, da bomo teh 14 dni lahko za skupino, ki je predsednik vlade povedal, pogledali, kaj lahko naredimo, če bo šle cene električne energije gor in bomo intervenirali, tako kot smo leta 2022. Ampak gospod Slak, spet je isto, vsi govorijo o problemih, nihče pa o rešitvah. Se pravi, rešitev mora biti jedrnata. Ne svet, strategija, pogovori. Rešitev je ta, da v tem momentu ugotovimo, da bomo mi ceno vsega energenta sestavljamo popolnoma nelegitimno. Se pravi, mi z davkom, z DDV-jem obrestujemo zelene dajatve, pa trošarino, ker je davek na davek, kar pomeni, da je to rob. Mi moramo neto ceno energenta obrestovati z DDV-jem, zraven prišteti znižano trošarino in to znižanim DDV-jem na 16%, kar veleva naše programsko izhodišče. Mi zdaj v tem momentu pridemo po našem programu na 1,10 evra na liter nafte. Se pravi, obstajajo rešitve in to čez noč. In strinjam se, da bi o tem mogla vlada razmišljati bistveno prej. Se strinjate s tem, gospod Mesec, pa potem gremo naprej na replikah? Ja, zdaj meni je en znanec iz diplomatskih krogov rekel za take razprave, kot jih tu poslušamo, ali pa za to, kako bi morala vlada imeti 2 meseca nazaj kristalno kroglo ali pa umetno inteligenco. Je rekel, veste, v stari državi smo takim rekli, jako pameten.
Jaz ne bi bil jako pameten, vlada je Meni pa to v redu, da sem pametno. Vlada je odreagirala pravilno. Prvo je znižanje trošarin, drugo so ciljani ukrepi za pomoč gospodarstvu, tako kot smo to naredili v energetski krizi leta 2022 in 2023. In pa tretje, seveda, treba je vse napore vložiti v to, da se ta katastrofa na Bližnjem vzhodu čim prej konča. Problem, ki ga vidimo tukaj, pa je, da desnica je danes rekla med vrsticami, saj to ni naša vojna, mi tam nič ne moremo. Ne, pomembno je, kaj bomo mi, kakšno stališče bomo zavzeli v Evropski uniji. Ker ne gospod Vrtovec, ne gospod Janša, ne gospod Logar se do te vojne noče opredeliti. Ne do Trumpa, ne do Irana, ne do Izraela. Ali ste se, gospod Janša, ali se nočete opredeliti do te vojne, kot vas je izzval zdaj gospod Mesec? Sej mi nismo vlada, ne? Vlada se je celo opredelila, pa niso za sekunde ustavili te vojne. Mislim, tukaj se pogovarjamo o bedarijah. Vlada mora, jaz podpiram, da kmetje ne bodo čakali na črpalkah, kjer bo zmanjkalo goriva, tako kot se je zgodilo v soboto. Mi smo na terenu, v velikih krajih, videli smo tam jezne kmete, ker je bilo lepo vreme, orje se na poljih, na črpalkah pa ni bilo nafte. Pravite, da imate to za 103 dni, super, jaz verjamem. Zakaj se ne intervenira takrat, ko na črpalkah ni goriva? Namesto da ustavljate vojno, na katero nimate nobenega vpliva, poskrbite, da ne bodo rezervoarji prazni na črpalkah. Gospod Janša, vse veste, da to ni tako, kot ste zdaj dejal. Ni problem o tem, ali nafta je, problem je bila z logistiko in problem je bila s trgovci. Enostavno smo mi, glede na to, kako so dvigovali sosednje države ceno, so si naši, hvala Bogu, kmetje probali dobiti nafto po znižani ceni. Zdaj smo jim ugodili na nek način in je nafta najbolj ugodna in verjamte mi, od jutra naprej bo nafte dovolj na vseh bencinskih črpalkah, bo dovolj na vseh bencinskih črpalkah in Slovenke in Slovenci bomo najcenejšo nafto kupovali v Sloveniji. Ampak gospod Slag, glede na to, da se opredeljujejo glede vojne, ne? Mene samo zanima dejstvo, leta 2020 podpihujejo vojno v Ukrajini, vse parlamentarne stranke, zdaj se pa ne znajo opredeliti, zakaj zdaj ne pošiljajo orožja Iranu. Ampak gospod Stevanović, zdaj nismo pri vojni v Iranu, v Ukrajino, zdaj smo pri gorivu za slovenske kmete. In gospod Han pravi, da ga bo od jutri naprej dovolj in da bo najcenejše. Gospod Janša je želel repliko, potem gospod Fratović, potem gospod Vrtovec. Koliko je v Sloveniji kmetov, ni jih ravno veliko, kot če bi malo intervenirali že v soboto, to ne bi stalo proračuna nič. Dobro. Ni problema, Ne vem, zakaj je problem logistika. Vlada, vse verjetno, gospod Janez, vi pa veste, da vlada ne vozi tovornjake iz pumpe na pumpo, ampak jih vozijo verjetno uslužbenci MOL-a, pa uslužbenci Petrola, pa uslužbenci OMV-a in še lahko pa sprosti rezerve takrat, pa ni problem v nafti, vsem nafte imajo dovolj v skladiščih vsi energetski trgovci. Ne vem, v čem je problem. Sigurno ni vladi. Imate veze na Petrolu, delate za njih. Tako kot vi. Delate za njih. Vlada je največji lastnik. Gospod Han, gledajte, vlada ima 30% lastništvo oziroma še več v Petrolu in bi lahko brez težav reagirala pravočasno, da bi oskrbela podeželje z naftnimi derivati. Kar se pa tiče še posledic, ključni polizdelki, ki prihajajo iz Evrope, v Evropo so iz Kitajske. Vi veste vsi, da recimo na Kitajsko iz zalivskih držav prihaja ogromne količine nafte, oziroma da je Kitajska odvisna od nafte tudi iz Irana, zlasti pa plin. In polizdelki, ki jih potrebujejo naše tehnološka podjetja v Evropi, se bodo znatno podražili. Torej, če ta zgodba traja v Iranu dlje od 100 dni, imamo mi silne težave, zlasti pa s tovrstno davčno politiko, ki jo vodi vlada, ne bomo morali pravočasno ukrepati, da bi lahko gospodarstvo bilo ukrepati. Gospod Fratović, potem replika še gospod Golob. Prva vojna, ki je vplivala na celo naftnih derivatov, pomembneje se je začela leta 2022, torej v Ukrajini. In jaz bi lahko tukaj govoril, tako kot moji predhodniki, kot ena mis sveta, kako je treba vse pomiriti, pa graditi neke mostove in podobno, ampak dejstvo je, da moramo gledati doma, kaj se da na domačem terenu narediti. In na domačem terenu trg naftnih derivatov obvladuje skoraj popolnoma ena firma. Torej, Petrol ima skoraj popoln monopol nad črpalkami in to ni v redu.
To firmo je potrebno razkosati na več podjetij, da si bodo med seboj konkurirala. To ni v redu, da vse skupaj nadzoruje ena firma, za povrh imate nekateri tudi poslovne povezave s to eno firmo, nekateri ministri so v preteklosti imeli celo delnice te ene firme in seveda nobenemu od politikov ni v interesu, da se to dejansko uredi. Cena nafte, neto cena nafte je 40%. Sem je gospod Feratovič ošteta še marža prodajalca. 60% cene nafte je pa strošek države. Se pravi, ne more Petrol vplivati posebej na ceno nafte, kot lahko vpliva država, ki je po tem momentu preveč pohlepna zaradi levo-desnega režima in hoče v najkrajšem času pobrati čim več. Skratka, resnica je edina, ki gleda dolgoročno, želi znižati davke, ker to na dolgi rok pomeni dobro. Ustvarjanje ugodnega davčnega okolja, spodbujanje tujih neposrednih investicij, odpravljanje sive ekonomije, dvig plač, dvig pokojnin. To je podatek, dragi kolegi. In bankrot proračuna. O predpostavki, da vladajo, tako je gospod Mesec rekel, jako pametni, ne pa jako neumni. Gospod Golob, da končamo ta del z replikami na to, kar je bilo izvajanje in potem gremo naprej ravno na davke. Ravno zaradi tega, ker je vlada reagirala hitro, postavlja ceno zelo ugodno, tako za slovensko prebivalstvo, kmete, gospodarstvo, bo od jutri naprej cena naftnih derivatov v Sloveniji najbolj konkurenčna od vseh sosednjih držav. Cenovno nimamo težav z ukrepanjem. Tisto, o čemer se je govorilo, pa je, zakaj čez vikend, pa smo že bili enkrat v tej situaciji, nekateri trgovci niso izvajali logistike. Jaz verjamem, da bo od jutri naprej logistika tekla nemoteno. Če ne bo, zato je pa ta krizna skupina imenovana, zato so bili razrešeni ukrepi prve stopnje tveganja pri oskrbi nezanesljive oskrbe in ukolikor bo potrebno, bomo reagirali naprej. Pa še enkrat poudarjam, jaz sem prepričan, da pri logistiki ne bo težav. Huje se bo pojavilo nekaj drugje, kot če bi nihče govoril. Zemeljski plin je poskočil več kot nafta procentualno. Zemeljski plin je žal bolj problematičen z vidika gospodarstva, kot je na primer nafta. Zemeljski plin imamo samo eno srečo in to je, da ni kurilne sezone pred nami. Imamo pa eno smolo. Skladišča pri nafti so polna, pri zemeljskem plinu pa ne, evropska skladišča. In ravno zaradi tega bo ukrepanje v naslednjih tednih na tem področju najbolj pomembno. In če me vprašate, ali da, ker imamo preizkušen recept iz leta 2022, ki je deloval, po katerem se je zadovoljala cela Evropa. Imamo ga, imamo zakonodajo in natančno vemo, kaj moramo narediti v naslednjih tednih in mesecih, da bomo stabilizirali vse tri trge. Nafte, plina in elektrike. Tako da, nič nismo čakali, ravno obratno. Načrt je že zdavnaj v izvajanju. Ne, hotel sem reči, da zdaj sem slišal, da če bo vojna trajala 3 mesece. Dajte, ne moramo tako planirati. Vojna bo trajala 3 mesece, glede na to, da je to vojna, katere namen je zamenjava režima. In v tem primeru je treba na državni ravni planirati najslabši možni scenarij in vse, kar je bolje od tega, je v korist manjših ukrepov. Ampak ukrepi morajo biti pripravljeni targetirano za vsakega od 4 stopenj, ki nas čaka v primeru, da se bo vojna še naprej razplamtevala. In zdaj smo tukaj, kjer smo. In zdaj se postavlja vprašanje, bi šel rad naprej, ki ljudi seveda tudi izjemno zanima. To je vprašanje davkov. In zdaj, gospod Janša, vaš kandidat za ministra za finance, gospod Šircelj, je med prvimi koraki, če zmagate na volitvah, napovedal nižanje davkov. Menite, da se jih zdaj v takem okolju svetovnem, v katerem smo, je to realna opcija ali ni v Sloveniji? No, zdaj, kakšno bo to okolje, bomo videli. Po moje situacija je takšna, kot sem jo prej opisal. Nafte ne bo zmanjkalo, tudi plina ne bo zmanjkalo. Tudi Evropa se je nekaj naučila iz tiste krize pred 4-3 leti. Bo pa dražje. Če bo to nekaj časa trajalo, bo to dražje. Če se bo Bližnji vzhod stabiliziral do poletja, potem bodo cene energentov padle. Zato, ker se bo pričakovalo, pač tukaj se planira dolgoročno, da oskrba ne bo motena in bomo lahko na koncu leta imeli izravnavo. Zdaj, kar se tiče davkov, davke v Sloveniji treba znižati. Mislim, da ko gre za davčno obremenitev dela, tukaj mislim, da sta samo 2 ali pa 3 stranke, ki se s tem ne strinjata. Je pa seveda od tega kakšno zunanje okolje.
Ampak kako bi vi recimo razbremenili delo, gospod Janša? Odvisen tempo tega postopka, recimo, če govorimo ne o razbremenitvi dela, ne, to Oziroma plač. nekateri pol zastopi, da ne bo treba delati. Ne. Gre za davčno razbremenitev. Na enak način, kot smo to že naredili, pa je ta vlada prekinila, s tem, da pač časa ni možno zavrteti nazaj in splošno davčno olajšavo, dohodninsko olajšavo je potrebno dvigniti na 8500 evrov. Kako hitro bo odvisno od tega, ne, s kakšno gospodarsko rastjo bomo lahko računali, ker pač deliš lahko samo tisto, kar ustvariš. 8500 evrov znižanje davčne osnove. Se strinjate s tem, gospod Mesec? Zdaj, jaz sem poslušal zadnjič gospoda Širclja na gospodarski zbornici, ki je povedal, ja, da bi postavil kapico na prispevke na 2,5-kratnik povprečne plače, da bi zvišal splošno olajšavo na 8500 evrov. Ti ukrepi bi stali državo preko milijarde. In zdaj sreča je, da na nekih temah pa imamo kristalno kroglo, v katero lahko pogledamo, kam to pelje, in to je ta tema. Obstaja država, ki je točno to naredila. Finska je imela do leta 2023 levo vlado, vodila je Sanna Marin, leta 2023 so volitve izgubili, prišla je desna vlada s točno takimi obljubami, kot jih poslušamo pri nas. Znižati davke na najvišje plače, povečati konkurenčnost, znižati davke na kapital in tako dalje. Rezultat v zadnjih 3 letih je pa zgovoren. Slovensko gospodarstvo je od leta 2022 zraslo za 10%, finsko je zraslo za 2%. Dobršen del tega časa je bilo v recesiji. Javni dolg je Slovenija znižala iz 72 na 67%, se pravi za 5 odstotnih točk. Finski javni dolg je eksplodiral iz 73 na 91% in Finska je danes v kleščah Evropske komisije, izvaja varčevalne ukrepe zaradi odpravljanja presežnega dolga. Brezposelnost. Pri nas smo jo zmanjševali. Število dolgotrajno brezposelnih smo pod mojim ministrovanjem prepolovili. Leta 2022 jih je bilo 35 tisoč, leta 2026 jih je še 17 tisoč. Govorimo o dolgotrajno brezposelnih. Na Finskem, vem, zato ker sem bil januarja tam, oni so takrat dosegli najvišjo brezposelnost v Evropi, 10,8%. Plače pri nas so zrasle, kupna moč je zrasla za okrog 10% v tem času. Na Finskem plače stagnirajo. In da povem še tole, lahko pogledate študije, ravno danes sem poiskal, na Oxfordu so delali študijo leta 2022, čez 50 let, od leta 1965 do 2015 so analizirali take ukrepe. Rezultat je jasen, povsod ti ukrepi povečajo neenakost, ne prispevajo pa ničesar gospodarski rasti, zaposlenosti ali produktivnosti. To je rezultat teh ukrepov. Mene pravzaprav ne zanima ne francoska Gvajana, ne Finska, ne Kuala Lumpur, zaradi tega, ker imamo mi popolnoma drugačne kulturološke, politološke in pa ekonomske zakonitosti. Ampak dejstvo pa je, da glede na to Slovenijo, pa njen ekonomski, pa geostrateški položaj, je edina smiselna zadeva efektivna 33 stopna davčna, efektivna davčna stopnja in ta lahko prinese k sreči. Gospod Mesec samo ene stvari ne razume, samo evo zaključen misel. Gospod Mesec samo ene stvari ne razume, ko tako na pamet dviguje minimalne plače, to pomeni, da bo delodajalec iskal strošek tega nekje drugje. Ali bo zaprl podjetje, ali bo zapiral delovna mesta, ali pa bo dvignil rast storitev in dobrin, se pravi cene storitev in dobrin. Ko je gospod Mesec dvignil plače, vam samo povem na konkretnem primeru, so Kranjski vrtci kot največji javni zavod na Gorenjskem dvigali ekonomsko ceno storitev v istem dnevu. Kaj se zgodi, gospod Slak, z ljudmi, ki imajo 1050 evrov plače? Njim vse storitve in pa dobrine zrastejo, seveda podražijo se, ta se jim z minimalno plačo približa, se pravi, vzpostavljamo njihov red. Vsi enaki, ampak vsi revni. Zdaj, brez skrbi, gospod Stevanovič, mi bomo se borili za to, da bo vrtec v naslednjem mandatu brezplačen. Kar se tiče ekonomskih podatkov, ki sem jih jaz povedal, temeljijo na izkušnji konkretne države. Dobro, Finske. Tako, in na izkušnji številnih drugih držav. Gospod Stevanovič pa govori na pamet. Koliko ima finska plača? Povejte mi, koliko ima povprečno plačo Finska? Ampak v zadnjih 3 letih jih dohitevamo, gospod Stevanovič. Gospod Vrtovec, izvolite. Pa bi živel na Hrvaškem. Potem gremo naprej. Ja, najlepša hvala. Glejte, zdaj v zadnjem mandatu smo na letni ravni in ljudem in gospodarstvu s to vlado
se je nabilo za 1,5 milijarde novih dajatev. Tako ljudje, prebivalstvo, kot tudi gospodarstvo se je znašlo v enem izrazitem davčnem primežu. Zaradi tega potrebujemo 3 ukrepe. Najprej razbremenitev plač, ki mora iti v 3 smeri. Prvič, sprememba dohodninske lestvice, in sicer, da se tudi tisti, ki imajo minimalno plačo, se jim črta dohodnina, pa tudi zgornji razred, da pade na 42% obdavčitve. Se pravi, dohodninska lestvica. Druga stvar, ki je pomembna, je dvig splošne dohodninske olajšave. Takoj na 8.000 evrov, po tem predlogu bi bila danes povprečna plača namesto 1769 evrov znašala 2.000 evrov in potem postopoma na 10.000 evrov do leta 2029. In tretji ukrep, ki je pomemben pri razbremenitvi plač tistih najbolj produktivnih, pa je uvedba razvojne kapice na bruto ravni, se pravi 7.500 evrov. Na ta način pa najbolj produktivne kadre, razvojne inženirje, tiste, ki jih v tej državi potrebujemo, zadržimo. Zdaj me boste vprašali, to stane toliko in toliko milijonov, kot je dejal gospod Mesec. Glejte, mi imamo danes rolado, ki je dolga 1 meter. Radi pa bi jo razdelili še dodatno. Za 4 milijarde evrov smo povišali našo odhodkovno stran v zadnjih 4 letih v proračunu. Če mi želimo deliti, moramo na drugi strani dodatno ustvarjati. Ustvariti pa bomo lahko samo z dvigom produktivnosti, ki pa je ni, če ne krepimo gospodarstva, zlasti podjetništva, obrtništva, družinskih podjetij. In tukaj v NSI-u, SLS-u in Fokusu predlagamo prvič uvedbo tako imenovanih davčnih pavšalov za določene storitvene dejavnosti, kot so gostinski lokali, frizerski saloni, kozmetični saloni, z zaslužkom do 350.000 evrov na letni ravni, obdavčitev 5%. Normiranci, dvig na 150.000 evrov in tudi na drugi strani nižji davek od dohodka pravnih oseb, se pravi podjetje, ki ustvari do 1 milijon evrov, ne bo obdavčeno z 10%, tako kot je to na Hrvaškem, ne pa da se nam potem podjetja selijo nazaj na Hrvaško. Gospod Vrtovec, še ena stvar, ki je pomembna. Gospod Mesec je omenil Finsko. Jaz bi rad imel v Sloveniji ljudi, kjer bi bila povprečna plača enaka, kot je na Finskem. Pa sem gledal ravno zadnjič podatke, ki smo imeli z gospodom Mesecem eno soočenje, in sem gledal, za 60% je finska neto plača višja kot tukaj v Sloveniji. Jaz se nočem primerjati z drugimi državami, hočem pa, da imamo to državo uspešno in da dvignemo splošno blaginjo za vse. Ampak povečati moramo naš kolač, da bomo lahko potem delili tudi socialno ogroženim in tako naprej. Ampak gospod Golob, največja vladna stranka, zdaj, to, kar predlaga, slišali ste, kar predlaga Nova Slovenija. Je kaj od tega sprejemljivo za vas? Ne vem, če boste po naslednjem mandatu, po naslednjih volitvah vodil vlado. Ne vem, slišali ste, splošna dohodninska olajšava, da se spusti. Gospod Vrtovec je bil zelo konkreten, do 350.000 evrov, 5% davek in tako naprej. Kje ste zdaj vi tukaj? Socialna kapica oziroma razvojna pri 7.500 evrov. A podpirate to ali ne? A je to napačen pristop? Ne, lahko je razmišljanje v pravo smer, ampak na koncu vedno pridemo do tega, če nekje vzamemo, komu bomo vzeli. Tisto, kar smo mi naredili v tem mandatu je, in smo dobili žal državo v res slabi kondiciji, je, da smo najprej zaščitili najranljivejše. Najranljivejše. Zato smo izpeljali plačno reformo, zato smo izpeljali pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo. Da smo poskrbeli za starostnike, za upokojence. Zdaj, v zadnjih mesecih se lahko posvečamo razvoju gospodarstva. Zato je bil sprejet zakon o udeležbi delavcev na dobičku. Ta zakon je ciljen zakon. Ne nagrajuje vseh, znižuje pa efektivno obremenitev, v tem primeru davčno stopnjo, za najbolj produktiven kader. Znižajo tako, da po izračunih SBC-ja, po besedah njihovega predsednika, gospoda Pečečnika, postanejo slovenski inženirji konkurenčni po obremenitvi davčni z avstrijskimi. To je prvi korak, to ni zadnji. Kar je gospod Vrtovec povedal, bom direktno povedal. Jaz se tudi strinjam, da je treba zelo poenostaviti pri SP-jih in pri malih obrtnikih oziroma pri mikropodjetjih. Tam imamo definitivno preveč komplicirano, administrativno in davčno. Smo poskušali in so bili zaenkrat vsi proti. Bomo ponovili to vajo. Ampak enako pomembno je, da so ukrepi za znižanje obremenitve davčne niso kar povprek. Denarja je žal omejeno in če želimo res najbolj produktivne spodbuditi, moramo ciljati srednji razred. Moramo ciljati tiste plače, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost.
In natančno to je v jedru našega gospodarskega programa. Imenuje se AS, ambiciozna Slovenija, z njimi imamo en sam cilj. Vizija je, da postanemo evropski Singapur, ker imamo podobne danosti kot Singapur. Imamo logistiko, imamo znanje, imamo farmacijo, imamo predelovalno industrijo in IT. Na podlagi tega lahko postanemo res evropski tiger. Nekje nam že uspeva, nekje nam še bo. Moramo pa imeti ukrepe, tudi davčne, ki so zelo ciljni, v srednji razred, ne pa kar povprek. In že zdaj povem, najvišjim menedžerjem ne bomo zmanjševali davčnih obremenitev, zaradi tega, ker je to nepotrebno. Moramo pa znižati davčno obremenitev tistih nekje med dvemi povprečnimi plačami pa navzgor. In imamo satelite, ki nam vsi zavidajo. Imamo satelite, ki nam vsi zavidajo. Ko poslušamo Roberta Goloba, je tako, kot bi poslušali Donalda Trumpa. Cifre gre navzdor, on pa na novinarski konferenci govori, kako gospodarstvo raste. V Singapurju nihče pred Samo malo, gospod Stevanovič, gospod Logar je prej. Vlada je v tem mandatu maksimalno obremenila in vse, kar je naredila, je delala pol reforme. Recimo, javnim uslužbencem je dvignila maso za plače, ni pa naredila potrebnih reformnih delov, kot so variabila ali pa dodatek za posebno ogrožene poklice oziroma tisti, ki jih primanjkuje. In v naslednjem mandatu je potrebno takoj razbremeniti delo in omogočiti bistveno debirokratizacijo v državi, na način, ki bo deloval, ne pa v virtualni resničnosti, kot ga strani predsednika vlade nenehno pričakujemo. In licitiranje s stopnjami in tako naprej, ki v tem trenutku izgledajo mogoče malce predrzne, ni potrebno, ker je potrebno spremeniti tudi pogled na državni proračun. Oprostite, planirati je potrebno v 4-letnih ciklih in potem ni nobena težava glede takojšnje dohodninske razbremenitve za plače, ker vse te razlike prineseš notri v 4-letnem obdobju in to je v programu Uspešna Slovenija 2034, da nihče ne bo dobil manj, vsi bo dobili več, po 4 letih pa bomo imeli uravnan proračun in gospodarsko okolje, ki bo ugodno za podjetnike. Zdaj gremo gospod Janša, potem gospod Fratovič. Sam en stavek, ravno to so Fincem obljubili in kaj 3 leta kasneje, ZUJF imajo in javni dolg jim je eksplodiral in v kleščah in Evropske komisije so. In točno to so obljubili. Vi ste akter ali pa glavni brain, glavna pamet gospodarskega programa vlade Roberta Goloba. Vse, kar ste vi predlagali, je Robert Golob udejanil in posledice čutimo danes. Polna zaposlenost, da se selijo iz Slovenije. Davki in prispevki so se dvignili za milijardo in pol. V državnem zboru se sprejema zakonodaja, ki ruši ugodno gospodarsko okolje. To so rezultati za ljudi, ker gospodarstvo moramo narediti prelom s tem. Dobro, samo malo, gospod Stevanovič, smo rekli, v redu, gospod Han, gospod Janša, gospod Fratovič. In tle ostanemo potem gospod Golob. Jaz mislim, da smo odgovorni do ljudi in da je vendarle potrebno ljudem tudi nekatere realne ocene povedati. Ampak sedaj bodimo realni. Pred 15 minutami smo se pogovarjali, da ali ne 7500 evrov, davčna mešava, da ali ne, bodimo konkretni. Pred 15 minutami smo se pogovarjali, da bo kriza in da bo treba intervenirati. Se pravi, če bo treba intervenirati, bo potrebovala država denar. Država denar za to, da bo gospodarstvo ostalo konkurenčno. Kar se pa tiče socialnih demokratov, mi od levih strank mislimo, da potrebujemo močno gospodarstvo in da gre močno gospodarstvo za socialo brez problema skupaj, ker je solidarnost in razvoj lahko eno in isto. Socialni demokrati mislimo in vemo, da so slovenske plače preveč obdavčene, to nam govori tudi OECD, in je treba nadomestiti, je treba biti realen in je treba nadomestiti ta manko, če bomo plače zniževali. Zato imamo mi v programu tudi premoženjski zakon in jaz bom premoženjski reformo. In bom eno stvar povedal. Raj imam nizke davke na premoženje, kot visoke davke na plačo. Tudi vi, gospod Janša. In zato pa potrebujemo seveda dogovor, na kakšen način bomo do tega prišli. In mi smo v programu jasno povedali, da za tisočinkami bi lahko obdavčili premoženje, dobili dovolj denarja, da bi lahko razbremenili plače in da bi država lahko tudi v krizah intervenirala. In še nekaj druga bi rad povedal. Slovenija ima bonitetne ocene
ta moment zelo visoko in ima najviše od vseh držav, kar se tiče sosednjih držav. Znižujemo 67% imamo samo še dolga. In jaz moram reči, da smo, kar se tiče gospodarstva, zelo robustni ta moment. Ampak vidite, pride ena kriza in bodo težave prišle. Ampak verjamete mi, da bomo z interventnimi zakonodajo lahko gospodarstvu pomagali, ne pa obljubljati ta moment nemogoče, ker enostavno ne bo šlo. Kaj pa gospodarstvo pove, da je na robu? Ja, ampak gospodarstvo danes pove, pa še 2 dni nazaj pa začel govoriti, kakšna bo cena nafte, kakšna bo cena plina in tako naprej. Še huj in bo potrebno pomagati. In ne bo šlo, gospod Logar, ne bo šlo znižati davke do nezavesti. 4-letno preplaniranje. 4-letno preplaniranje, ne bomo imeli časa. Ne bomo imeli časa. 4 leta se je obrtnike tolklo, pribijalo, mala družinska podjetja. Uvedli ste štempljanje in vedno novembra nove dajatve, tako za ljudi, kot tudi za ta ista podjetja. Novembra, ki so začeli veljati potem tej davki 1.1. naslednje leto. Normirance ste 4-krat spremenili, na drugi strani smo mi v Novi Sloveniji 4-krat prišli s predlogi. Od Matjaža Hana ni bilo podpore poslanski skupini. Za dvig splošne dohodninske olajšave na stopnje predtem, ravno tako, SD ni dal glasov za podporo. Obrtniki in podjetniki tega pritiska ne zmorejo več. Zato tega mi je potrebno pustiti, da dihajo. Enostavno, z davčnim primežom je treba popustiti, da bo lahko produktivnost višja, da bo lahko te ljudje dvignili plače. Če stalno nekoga molzeš, ne moreš pričakovati, da bo dajal enako količino mleka. Zato pa odločitve, ki smo jih v tej vladi sprejemali ad hoc, v naslednji vladi, ko bomo socialni demokrati močnejši, takšnih odločitev. Moja beseda je garancija. Moja beseda je garancija. Zdaj je bilo vaše besede. Dobro, gospod Janša, izvolite, kje ste vi zdaj? Ja, treba je biti potrpežljiv. Glejte, Utrpljenje Božje nas. ja, to je res. Čeprav včasih ekonomiji, če predolgo čakaš, ne gre do priložnosti mimo. Bom skušal razložiti tako preprosto. Ko gremo v šolo, dobijamo ocene in na koncu je od tega, kakšne so te posamične ocene, pač odvisno od cene uspeha. Si dober, prav dober, odličen. In zdaj ta ocena je v državi ali pa v ekonomiji, gledajte, je gospodarska rast. Na koncu so vsi ti ukrepi zliti v eno številko, ki se ji reče, koliko smo več ali manj ustvarili glede na prejšnje leto. To je gospodarska rast. Gospod Golob je rekel, da so dobili državo v katastrofalnem stanju. To je čista laž. Čista resnica. Po vseh podatkih mednarodne skupnosti so prevedljivi. Po mnenju ugledne revije Economist, na podlagi podatkov Eurostata, je imela Slovenija drugi najvišji odboj po covidu, se pravi, smo bili druga najbolj uspešna ekonomija v Evropski uniji. Leta 2020, spoštovani gospod Golob, smo imeli padec nekaj več kot 4%. Leta 2021 smo pa imeli rast 8,4%. To je bil drugi najvišji odboj po covidu in po mnenju mednarodnih institucij je bila Slovenija druga najbolj uspešna država in vi ste dobili polne kašče. Seveda. Potem pa je šlo navzdol. Potem pa je šlo navzdol. Dolg je bil povečan, to je čista laž. Potem pa je šlo navzdol, lejte, to boste pa vi zapustili naslednji vladi, tukaj je pa gospodarska rast za lansko leto, ki je 30% nižja od povprečne unije, to so pa napovedi, kar se gospodarstva tiče, to je pa padec industrijske proizvodnje v Sloveniji v lanskem letu, to je Evropska unija plus 5,2, oziroma to je Hrvaška 5,2, Evropska unija 1,5, Slovenija minus 4,1. To bo povplivalo na gospodarsko rast v letošnjem letu in bomo krvavi potpotili, da bo boljša, kot je bila lani. Lani je pa bila 1,1%, če ne upoštevamo praznikov, če pa upoštevamo povprečni praznik, je bila pa manj kot 1%, kar bi moral vedeti tudi tisti, ki preverjajo dejstvo na POP-TV-ju. Je bila 0,9%. Gospod Golob? Pa še to mogoče glede na gospoda Mesca. Glejte, to, kar vi predlagate, to ni izvajala socialistična vlada na Finskem pod vodstvom Sanne Marin. To je izvajal vaš vzornik Hugo Chavez v Venezueli. In vidimo, kje se je to končalo. Kar se tiče zniževanja davkov in vpliva tega postopka na gospodarsko rast, pa na blaginjo, ni treba hoditi na Finsko.
in bog ne daj Venezuelo ali pa na Kubo, ne, kjer se zgledujete vi, lahko pogledate mandat v Sloveniji 2004-2008. Takrat smo znižali večino davčnih stopenj, gospodarska rast je bila rekordna in prihodki v proračun so bili tudi rekordni. In Slovenija je konec leta 2008 dosegla 91% povprečne razvitosti Evropske unije po kupni moči. In veste, kje smo danes? Približno tam. Samo takrat je 2004-2008, gospod Janša, je bil problem tajkunski prevzemi, zadolževanje posameznikov za to, da so prevzemali firme, in potem je preletela še tako imenovana ameriška kriza, Lehman Brothers, in 2008 smo imeli pa res krizo. In takrat zaradi tudi političnih odločitev je takrat bilo gospodarstvo izjemno veliko zadolženo. Zdaj pa v ta moment gospodarstvo ni zadolženo. To je drugače res. Gospod, ne, samo malo, gospod Feratovič, gospod Feratovič, bodimo fair, prosim, gospod Feratovič, cel krog, boste imeli možnost za repliko, samo gospod Feratovič najprej. Moram pojasniti, zaradi tega, ker ko se prikaže samo en od stolpcev in to eden od 5, modro je Slovenija, to je pa Evropa. Ko se prikaže enega od 5, zato da se dokazuje, kako je v Sloveniji vse narobe, se pač zavaja ljudi. To je prvo. Drugo, kako se ugotavlja, ali je gospodarstvo v dobri kondiciji, naprimer na razvitem zahodu, po rasti borznih indeksov? To je stolpec za leto 2027. Seveda, to so uradne napovedi Evropske komisije za Evropo in za Slovenijo. Še vi napovedujete kataklizmo, nihče drugi ne napoveduje razen vas. Če boste vi, napovedujemo kataklizmo. Po čem se meri, ali je kašča prazna? Po dolgu, ki ga pustijo za sabo. 9 milijard dolga so pustili za sabo dodatnega po covidu, ki ni bil naložen v investicije, ampak razvrčkan. Med koga? Med najbogatejše. Zato je bilo treba dolg sanirati, zato je bilo treba poskrbeti za to, da bo gospodarstvo raslo zmerno in da smo poskrbeli za najranljivejše. In še enkrat, gospodarska rast je vedno pozitivna. Kdor si bo ustvaril vtis, da gospodarska rast ni pozitivna, bo že zdaj povem, da se žal moti, a pa na srečo moti, zato ker ga poskušajo na to napeljati. In gospodarstvo ni imelo, tudi danes, imamo podatke v letu 2025, dobički gospodarstva, tega istega, ki pravi, kako je hudo, so rekordni, ne dobički borznih družb, ki so javni. Borznih družb, ki so javni, so rekordni, ponovno so zrasli. Ne, da je to najpomembnejše, ampak ne moremo istočasno govoriti, da je vse narobe, imeti polno zaposlenost, majhno inflacijo in hkrati imeti dobičke. In neto prejemki gospodinjstva, ker to je najbolj pomembno. Ali so ljudje od tega kaj imeli? Ali so ljudje v tem času imeli na računih več? Odgovor je da. Imeli so več upokojenci, 4,2% realne rasti v tem času. Imeli so več neto prejemkov, vsa gospodinjstva, 4,2, realno, to meni nad inflacijo. In plače so zrasle za 5,5% v tem obdobju. To je rezultat, ko delaš na dolgi rok, lahko tudi deliš z ljudmi. In to je tisto, kar smo mi počeli. Delili smo z ljudmi. Kako so imeli upokojenci realno? 4,2. Povprečna plača, povprečna neto plača v 4 letih je zrasla za približno 20%, toliko, kolikor je bila tudi v tem obdobju inflacija, približno toliko. Ni res. Ja, od 2022. Vse bilo preverjeno, ni Ampak se kaj vsak povem, da imate problem, kajti neto plača ne sledi. Ampak gospod Gospod Feratovič, izvolite. Gospod je pred mano veliko govoril, malo povedal. Jaz sem prišel danes, da bi direkt povedal, komu bi lahko vzel digitalne korporacije. Torej Facebook, Google in podobni služijo z našimi podatki milijarde. Od teh milijard mi vidimo bore malo v obliki davkov. Zakaj? Zato, ker vse te ameriške korporacije zlorabljajo davčni sistem, da bi plačali čim manj davke. Torej, davek je treba plačati tam, kjer ustvarjaš vrednost in tu je treba povišati davčno obremenitev na digitalne korporacije, pridobiti dodaten denar, zato da potem lahko seveda iz tega financiramo razbremenitev dela. Izvolite, še kaj? Zdaj tako,
Bilo je povedano kar precej enih istočnic, ampak pirati se seveda zauzemamo za to, da se razbremeni delo, ampak mi bi razbremenili prva dva davčna razreda, torej to, kar človek zasluži, zato se delo v tej državi začne splačati. Ne? Seveda vidimo, marsikdo je jezen, kam gredo njegovi davki, ko vidi, kako država troši denar, ne, naprimer za prazne stavbe, ker je ta na Litijski, ali pa za računalnike, ki stojijo v skladiščih. Seveda je zato treba tudi preganjati korupcijo, omejiti zlorabe v javni upravi, zato da bo to postala država, v kateri bo vredno plačevati davke. Dobro, nadaljujemo po oglasih. V nadaljevanju oddaje tudi o posnetkih, ki so preplavili splet in v katerih naj bi nekdanja generalna sekretarka Vesna Vuković ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek očitala krajo javnih sredstev, kar je Alenka Bratušek danes že zanikala, in o tem, kakšen naj bi bil namen delovanja preiskovalne komisije domnevno nezakonitem financiranju strank, ki je takrat še vodila Mojca Šetinc Pašek. Zakaj v Gibanju Svoboda menijo, da za objavo teh posnetkov stoji opozicija, pa tudi o predlogu, da bi upokojenci lahko delali tudi po upokojitvi, ob tem pa obdržali polno pokojnino, ter o tem, kako bi lahko po novem služili študentje. Vse to in replike v nadaljevanju. Dobrodošli nazaj. Preden nadaljujemo razpravo, poglejmo eno od izjav nekdanje generalne sekretarke Gibanja Svobode. Šlo naj bi za prisluhe, ki so se pojavili na spletu in za katere stranka Roberta Goloba ter pozicija. Preiskovalna komisija Slovenske republike parlamenta je zato stranka politična skupina. Zato, da javni dejanski zavesti recimo Slovenije za kriminalstvo. In če... Ja, tukaj je tako prostorno, da ona ni grupa nevredna oseba, ampak je Robert mnenja, da mora ona funkcionirati stvari, zato da je zapisal kriminal. Ne, Robert vedno verjame, da to, da se ljudi zapisuje, da se bojo sve obrnili. Gospod Golob, vaš prvi komentar posnetkov, ki so preplavili splet, je bil, da gre za obdelane posnetke z umetno inteligenco. Še vedno vztrajate pri tem? Jaz sem prepričan, da se bo tudi pokazalo, ker smo te posnetke posredovali ustreznim inštitucijam in da se bo pokazalo, da gre za zlepljenko, tudi bi rad zavrnil, tudi vsi naslednji posnetki, ker jih je 400, ki se zdaj pojavljajo, vsi kažejo na to, da so bili obdelani na način, kjer se resnica zelo tako relativno krivi, po domače, gre za čisto izmišljotino. In veste, kaj je najbolj zanimivo? Zakaj smo rekli, da povezana z opozicijo? Preprosto. Zato, ker so se pojavili dan potem, ko je ta ista poslanka Tamara Vonta na preiskovalni komisiji ugotovila, da je samo državni Telekom, eno podjetje, v času prejšnje vlade nakazal več kot 1 milijon evrov državnega denarja, davkoplačevalskega denarja, v strankarsko televizijo Nova TV. Strankarsko televizijo. Ta ista Nova TV je danes tista, ki te posnetke širi, ta ista Nova TV je med drugim tista, ki danes blati ljudi, kot so Denis Avdić, da je kradel denar iz dobrodelnih akcij in da je agitiral v času dobrodelnih akcij za levo opcijo. Toliko o kredibilnosti. Vedno en in isti postopek. Vi ste dejali, da za to... Strankarska televizija, ki širi sovraštvo in laži. Nič novega. Smo videli pred 4 leti in to gledamo danes. Stojite vi za tem, ne? Ker gospod Janša za objavo teh sporočil, ne? Ker v današnjem sporočilu Gibanja Svoboda so zapisali, da je to kampanja, kot jo običajno vodi največja opozicijska stranka, ne? Največja opozicijska stranka pa je SDS. Torej, Slovenska demokratska stranka se v tem času ne ukvarja z drugimi, gradimo koalicijo z volivci. Svobodnjaki imajo dovolj dela sami s sabo. Ne, naša televizija... Jaz dvomim, da bi jim lahko mi to škodili, kot si lahko sami. Ne. Zdaj, kar se tiče teh posnetkov, gledajte, ista vsebina, kot ste nam razdelili, jaz tam nisem niti dobro slišal, je v kamero vaše televizije povedala prejšnja predsednica te preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek. Ona je to isto povedala, čemu je namenjena ta preiskovalna komisija. Zdaj, kar se tiče pristnosti teh posnetkov,
Jaz sem danes slišal še enega, ki govori o tem, kako ministrica te vlade krade. Jaz upam, da pristnosti teh posnetkov ne bo preverjala stranka Svoboda, ampak da bodo to delale neodvisne institucije, pristojne institucije, če obstajajo. Kar se tiče pa strankarske televizije, obstaja samo ena televizija, v studiu, katere ste vi, gospod Golob, rekli, voditeljici, da ona mora dobro vedeti, kaj je to čiščenje, in ste to televizijo, za katero vsi plačujemo prisilno ali pa prostovoljno, očistili vseh drugače mislečih. To je edina strankarska televizija v tej državi. Ne, vi ste bil lastnik televizije lastne, tako da to je čista laž, kar govorite. Ja, mene z vsem spoštovanjem do vas, gospod Sak, meni je neroden včasih, da sodelujem takih soočenj, ker samo poslušam, mi smo res slabi, ampak te zraven so še slabši. In ta matrica nas spremlja že zadnjih 30 let. Dejstvo je, da nam dve dami vodita državo zadnjih 4 leta. Ena od njih je dejansko Vesna Vuković, ki ste zdaj poslušali. Ona je tudi odpirala prostor leta 2022 gospodu Golobu skozi portal Necenzurirano in zato je bila bogato nagrajena strani podjetja GEN-I. Mene osebno je javno linčala v tistem momentu, ampak to zdaj ni pomembno, jaz nisem zamrljiv človek, pa kukar kože. Bolj problematičen je bil današnji posnetek, ki se je pojavil o tej korupciji, ki se dogaja na drugem tiru. Jaz sem leta 2019 plastično zrisal na tablo, koliko stane, recimo, Rail Baltic, ki povezuje baltske države, kjer pride 1 kilometer tira 7 milijonov evrov, pri nas pa 44 milijonov evrov. Jaz sem ga dvignil na 25 milijonov evrov zaradi ekstremnih razmer pri nas na Krasu, pa še vse prišel do ugotovitve, da bo zginil 600 milijonov evrov skozi korupcijo. Če to razdelimo na vse slovenske družine, to pomeni dober dopust za vsako družino. In danes smo točno tam, kjer smo. In dragi volivci, če smo takrat imeli prav, zakaj mislite, da danes spet nimamo prav? Prosim vas, odpihamo te dve krili iste roparske ptice enkrat zavedno in vzpostavimo pravni red v državi. Gospod Mesec, gospod Logar, gospod Mesec, potem vi, ni problem. Potem gospod Feratović. Hvala lepa. Ja, zdaj jaz bi tudi predlagal, da istovetnost teh posnetkov preveri policija, pa bomo pol videli, se je v njih vredno pogovarjati ali ne. Bi se pa vrnil na gospodarstvo, ki se mi zdi pomembnejš kot tole tračarjenje, ki smo ga zdaj načeli. In sicer, gospod Janša je prej rekel, da naša politika pelje Slovenijo v Venezuelo. Glejte, gospod Janša, govorite z ministrom, ki je za delo, ki je imel 4 leta polno zaposlenost, najvišjo v zgodovini, ki je 4 leta vodil socialni dialog, ki je vam po enem letu razpadel, ker so ga sindikati zapustili, ki je bil član vlade, ki je v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost izvedla uspešno 33-36 začrtanih reformnih ukrepov, vključno s pokojninsko reformo in dolgotrajno oskrbo, ki sta, ne boste verjeli, eden od glavnih razlogov, zakaj so nam vse bonitetne agencije zvišale bonitetno oceno države. Kako vi se razumete ekonomijo, ste izkazali vsakič, ki ste bili na oblasti, ker vsakič je ali je sledila kriza ali je pa bila kriza. In povedal bom še eno zgodbo, ki smo jo malo pozabili. Tukaj so 3 ministri prejšnje vlade. Bivši Janšov minister Logar, bivši Janšov minister Vrtovec in predsednik vlade Janez Janša. Predsednik vlade Janez Janša, ki pravi, kako se bori za gospodarstvo in kako ga razume, je januarja 2022, ko se je začel strašen diplomatski spor med Litvo in Kitajsko in je Kitajska ustavila vso trgovino z Litvo, sam za nek indijski časopis rekel, da Tajvan je del Kitajske. Kar vam jaz povem, da je sprožil absolutno diplomatsko krizo na ravni Slovenija-Kitajska, ne da bi kdorkoli od teh 3 ljudi razmišljal, da ima Slovenija na leto 7 milijard uvoza z Kitajske in da če se ta uvoz ustavi, se nam podrejo podjetja, kot so Krka, ki tam proizvaja generike, Lek, Hisense Gorenje, ki je v kitajski lasti. Se je to podarilo? Ne, na srečo, ker smo menjali vlado 2 meseca kasneje. Domel, Hidrija, Kolektor in veste, kaj je Kitajska naredila takrat Litvi? Rekli so, mi prepovedujemo uvoz česarkoli, kar ima litvanske dele. Kar pomeni, da bi nam tudi cela avtomobilska industrija šla v franžo. Vi bi uničili v enem zamahu, verjetno zaradi nekega klica iz Washingtona, lahko 10% slovenskega gospodarstva. Na srečo smo menjali vlado. Toliko o tem, kdo tukaj ustvarja Venezuelo.
Poglejte, In to je tveganje gospodarsko za rast slovensko v tem gospodarstvo. času, pa je primerjate s tem vašim uspehom. Ta izjava je v bistvu posledica. Katera izjava? Ta izjava, ki se jo predvaja, je posledica političnega revanšizma, ki ga spremljamo, ko pride na oblast politika proti, da zaobrne vse, kar je prejšnja politika delala. In se bojim, da se napoveduje tudi to, vsaj z nekaterih strank, in rezultat je približno tak. Torej, nič bolje za ljudi, samo da se onesposoblja politično konkurenco. Kar je dejansko politična kriminalka, je bila pa tista objava, ki je govorila med generalno sekretarko stranke Gibanje Svoboda in generalno sekretarko vlade. Kar pomeni, da je upletena in stranka in celotna vlada, ki pa pravi, kako se je kradlo na drugem tiru. Konkretno pri ministrici gospe Alenki Bratušek, ki je zdaj članica Gibanja Svobode. Glejte, tukaj je kar nekaj vprašanj. Prvič, leta 2003 je torej generalna sekretarka stranke gospoda Goloba vedela za krajo in generalna sekretarka vlade vedela za krajo. Sprašujem se, če sta se pogovarjali o tem, ali sta prijavila to ustreznim organom, ali sta prijavila ustreznim organom. Dolžni sta, glede na to, da posnetke pričajo o tem, da so to vedeli. Naprej, generalna sekretarka, ki v bistvu na tak način komunicira, v bistvu kaže luč, kako sploh politična stranka deluje preko vseh objav, ki jih tudi tu vidimo. In tretje vprašanje je za koalicijske partnerice. Ja, tiho so ko miške. V bistvu imamo eno eklatantno politično krizo, pa nihče od koalicijskih strank si ne drzne niti besedice izpostaviti predsednika vlade, kaj se gre ministrico, ali se distancirati od ministrice. Oprostite, to je prvovrstna politična drama, ki jo sedaj le spremljamo, in meni manjka odziv predsednika vlade in ministrov koalicijske partnerice, in še upam, da teh prisluhov niso poslali na NPU, ki ga vodi osebni prijatelj predsednika vlade, ker potem približno vemo, kakšni bodo te rezultati prišli iz NPU-ja. Direkten odgovor predsednika vlade, izvolite. Najlažje si je izmisliti in potem to ponavljati kot resnico, je pa dobra. Kaj izmisliti? Dobra novica danes je, da sta končno pokazala, da sta naravnana skupaj. Končno. Je prav, da Slovenci vidijo, da je to eno in isto. Logar in Janša. Tisti, ki To to je v redu. podpirajo, so pa tudi skupaj. Sem povedal, da so bili ti posnetki očitno prirejeni in spravljeni skupaj na način z umetno inteligenco, ki jasno kaže, da niso avtentični. Poslali smo jih inštitucijam. Boje inštitucije povedali, ne jaz. Vsem, tudi mednarodnim. Tudi na meto, zato ker oni so tisti, ki bodo lahko presojali, ali so ti posnetki resnični. Ne vaša strankarska televizija. In o tem, kdo je kdaj tiho, ko ste vi kupovali kemične svinčnike od brata, gospoda Janše, a ste vi se kaj oglašali? A ste vi tiho kot miška? Ste slabo obveščeni, ampak A ste slabo obveščeni? še enkrat, glejte, ko je bila podobna afera na koncu prejšnje vlade glede tretja jajc, sem jaz se oglasil, jaz sem predsedniku vlade pisal, ker sem lepo zapisal, ali bo šel minister za Gospodarstvo, gospod Vizjak. Minister Vizjak, ni bil za gospodarstvo, gospod Vizjak, ali pa bo na volitvah volivci naredili svoje, tisto, kar so potem naredili. Od koalicijskih partnerjev bi jaz pričakoval, da se oglasijo, da ohranijo toliko integritete in povejo svoje mnenje. Pri KPK odločitvi so že pokleknili, so spremenili svoje mnenje iz prejšnjega mandata in se niso več odzivali, so rekli, mora biti odločitev dokončna, čeprav je uradna institucija Republike Slovenije KPK sprejela končno odločitev. Pa so prepustili naprej to odvetniku predsednika vlade. In zdaj imamo primer korupcije, v bistvu korupcije, ki je strašnih razsežnosti, 2,5 milijona evrov. Ministrica za infrastrukturo je na enem vašem prejšnjem soočenju govorila, da tam ni šlo niti centa stran, da je vse v okvirih, kot je bilo, pa koalicijski partnerji močijo. Čista laž. Gremo naprej. Odziv najprej koalicijskih partnerjev, gospod Janša, gospod Vrtovec, okoli gospod integritete, kako kateri razume integriteto. Jaz jo razumem, ne vem, kako ste pa vi v prejšnjem mandatu razumeli integriteto, tako da tukaj se midva ne moramo zdaj tekmovati. Jaz samo pri tej izjavah, ki zdaj prihajajo, jaz sem jih šele danes videl, mi smo socialni demokrati, se ukvarjamo z
pozitivno kampanjo. V 2 dneh smo za naše ženske razdelili kar nekaj rož in to že leta in leta, ne samo takrat, ko so volitve. To je dejstvo. In dejstva bojo ugotovili, in jaz si želim, da bojo dejstva ugotovili vse institucije v tej državi. Najprej in policija, in vsi, ki so vpleteni v to, potem ali so te posnetki avtentični ali niso. In še nekaj moramo biti, če smo realni do konca, ne, kako se lahko na nezakonit način tudi snema. Ker potem lahko snemajo tudi mene, njega in tako naprej. Vse to so stvari, ki jih morajo institucije zdaj jasno Še povedati. odziv naslednjega koalicijskega partnerja, potem gospod Vrtovec, gospod Janša in Feratovič. Izvolite. Zdaj, gospod Logar se je dolga leta treniral na preiskovalnih komisijah v parlamentu, tako da zna iz mehne stvari narediti velik cirkus, kot ga je zdaj. Bom tokrat jaz uporabil Groka. Jaz sem slišal tisti posnetek, kjer pravijo, da je ministrica za infrastrukturo kradla. Spodaj je nekdo vprašal Groka, če lahko pove, če je ta posnetek resničen. Grok je rekel, ne, gre za očiten deepfake posnetek. Očiten deepfake posnetek. To je rekel Grok. Zdaj, jaz se o posnetkih, za katere ne vem, če so istovetni, a so izmišljeni, a so ponarejeni, ne bom tukaj izrekel. Jaz nisem preiskovalna komisija. Dobro. Gospod Vrtovec, gospod Janša, gospod Feratovič. Pa končamo s tem. Glejte, bistveno je, da institucije pravne države delujejo. Problem pa je, ne, ker tudi pod to vlado izrazito institucije pravne države ne delujejo. In to, kar je imel tudi predsednik vlade, ne, probleme in s KPK-jem in tako naprej, je samo simptom, da te institucije so pod to vlado ugrabljene. Ampak hvala Bogu, kot sem zadnjič dejal, konec je. In 22. marca so volitve v državni zbor, kjer bomo postavili drugačno vlado, ki bo ravno odgovarjala na izzive, o katerih smo se prej pogovarjali. In moram reči eno stvar, gospod Mesec, na tiste vaše prejšnje komentiranje gospodarstva. Glejte, vi želite državo, v kateri bi bili vsi enaki v revščini. Mi pa želimo državo, v kateri bi bila splošna blaginja za vse tiste, ki delajo, se trudijo prav vsak dan. Bodisi so to ljudje, zaposleni, ali pa obrtniki, podjetniki, gospodarstvo. Torej, vsi moramo dvigniti dodano vrednost, ne pa samo, da ščitite neko uravnilovko, se pravi, vsi moramo biti enaki. Ne moramo biti vsi enaki. Vsi moramo stremeti k temu, da smo čim boljši, da štrlimo iz povprečja. In ravno v Novi Sloveniji, SLS in Fokus z našim programom, drugače kot pa vi, predlagamo na drugi strani tudi določene reze. In to vas boli. Naprimer, res pri nevladnih organizacijah, ki so vaša podaljšana roka. Drugič, socialne transfere, ki se mnogi socialni transferi izkoriščajo, zaradi tega, ker tisti človek, ki je zdrav, sposoben za delo, mora delati, ne pa, da izkorišča socialno državo. In potem imamo primere pred otroškimi vrtci, kjer se parkirajo bogati avtomobili tistih, ki ne hodijo v službo, pa bi lahko hodili v službo, imajo pa ta vrtec zastonj. In druga stvar, veste, začnite pri sebi. Ta vlada najbolj potratna po številu ministrstev. Število ministrstev je treba skrčiti na 13, največ 14, za Slovenijo v milijonsko državo. Replika, ki se bi direktno izvam, potem pa res gospod Janša. Dobro, gospod Vrtovec, zdaj najprej. Število dolgotrajno brezposelnih smo prepolovili iz 35.000 na 17.000, toliko podpori lenuhom. Število prejemnikov denarno-socialne pomoči smo v tem mandatu zmanjšali za 5.000. To, da se nekdo pripelje z BMW-jem pa dobi socialno pomoč, jaz sem prvi proti temu. Delam vse kot minister za delo proti temu. In zadnjič, kakšno državo želimo? Glejte, mi želimo državo, kjer je delo cenjeno, kjer ne bo učiteljica plačevala višjih davkov in prispevkov, kot jih plačuje menedžer. Ker veste, kaj pomeni socialna kapica na 2,5-kratniku minimalne povprečne plače, ki jo gospod Vrtovec predlaga. To pomeni, da bi učiteljica plačevala take prispevke kot danes, gospod Brodnjak, ki zasluži milijon na leto, pa zdaj dobi 33.000 evrov neto mesečno ven, bi pa dobil 42.000 neto mesečno ven. Boste imeli možnost direktno repliko na to? Preberite si naš program, pa boste dobili rešitve za Slovenijo, gospod Mesec. 100.000 več za menedžerje. Gospod Janša, to je vaša uspešna Feratovič, Slovenija. Učinka na produktivnost in na gospodarsko rast. bomo v tem nadaljevanju oddaje. Vse študije in vsa empirija kaže, da je to tako. Bomo šli s to temo naprej po oglasih, še repliko gospod Janša in gospod Feratovič. Gospod Mesec ne razume davkov, ne? To, da dvigne splošno davčno olajšavo pri dohodnini, pomeni, da najbolj razbremeniš tiste, procentualno najbolj razbremeniš tiste, ki imajo najnižje plače.
ker njim je največji del njihove plače Koga pa razbremeni socialna kapica? potem razbremenjen. Tiste, ki so najbolj produktivni. Menedžerje, ja? Zdaj, kar se tiče... Kje je socialna kapica povečala produktivnost? Povejte mi eno državo, kjer je socialna kapica povečala produktivnost. Eno državo. Povejte mi eno državo, kjer so Pa vaše bomo šli po formule temu dejstvu prinesle gledati. blaginjo, a ne, res. Izvolite. So pa večinoma države, ki so propadle. Vse skandinavske države imajo visoke davke. Avstrija ima visoke Vse, davke. V Avstriji imajo produktivnost toliko večjo. Veste, Luka Mesec govori, da imajo v skandinavske države visoke davke, pri tem pa ne upošteva tega, da imajo produktivnost zelo večjo, da je razbremenjeno tudi na drugi strani gospodarstvo, bolj kot pa v Sloveniji. In ne morete primerjati v tem primeru socialno državo ali pa v Avstriji ali pa v Sloveniji. Zato, ker mi imamo silne težave, še zgodovinsko pogojene. Vi pogledajte, kje je bil razvoj Slovenije ob vstopu v Evropsko unijo in potem po večina levih vladah, desne vlade v tem obdobju so bile samo, mislim, da 7-8 let, ne? Od leta 2004 naprej, ampak pogledajte, na kakšni ravni pa je danes. Se pravi, za približno odstotno ali 2-odstotni točki smo šli gor. Gospod Vrtovec, jaz se v eni stvari strinjam z vami in to je, da produktivnost v Sloveniji je problem in absolutno prednostna naloga naslednje vlade je, da jo izboljša. Jaz povem, Samo malo, gospod Stevanovič, ne, nismo. Samo malo. Vam pa povem, o gospodarstvu se danes pogovarjam, vam pa povem, da so ukrepi, ki jih vi predlagate, preizkušeno, neučinkoviti in škodljivi. In drugič, gledajte, samo še to, če bomo hoteli mi na ceni dela ali pa na davkih konkurirati, skozi bo država v naši okolici, ki ima nižje davke ali pa nižjo ceno dela. Seveda ne bomo s tem konkurirali. Uspešne države konkurirajo z inovativnostjo, znanjem, industrijsko politiko. Kjer bi v vsaki pravni državi pol vlade danes bilo zaprte. Mi imamo tukaj en kup ministrov, prejšnje pa sedanje vlade, ki so vsi popolnoma slepo sledili svojemu vodji, ne glede na to, ali je pohojil stavo ali pa izvajajo neverjetne afere. In tukaj se kaže njihova načelnost in tukaj je tisto, kjer resnica prihaja kot nova politika na dan. Najprej treba zelo jasno povedati, oboji imate strankarska trobila in oboji ste se omastili bankomata za propagando Telekom. Tukaj nas je gospod Feratovič. Govorim, vi bi se lahko tudi odzivali na določeno propagando, ki jo zganjajo trobila. In tudi vi nadzorujete Ministrstvo za kulturo, ki bi moralo zelo jasno razmejiti, kaj so mediji, kaj so trobila, ki ponavljajo strankarsko propagando. Tega se ni naredil in ne tako, kot je treba. Najprej pa seveda govorimo o gospodarstvu. Podjetja ne bežijo samo pred visokimi davki, bežijo tudi pred kaosom, bežijo pred nestabilnostjo. In seveda, ko imamo politiko, ki ne zna sprejemati odgovornosti, imamo tudi v državi kaos. Mi potrebujemo politike, ki bodo znali sprejeti odgovornost v ključnih trenutkih in to nam manjka. In zato smo tu pirati, da spremenimo našo politiko, da ponovno dvignemo ta standard, zato da bo ta država vredna, da v njej plačujemo davke, da v njej živimo. No, o davkih v nadaljevanju. Dobro temo ste vsi odprli v davkih, ki ljudi seveda zanimajo, v nadaljevanju z replikami in seveda tudi o tem, to je vse povezano z davki, kako dvigniti torej standard delavcev in srednjega razreda v nadaljevanju. Odaj. Nadaljujemo z razpravo, ostali smo pri davkih in me zdaj zanima gospod Mesec. Govorimo seveda o dvigu standarda tako srednjega razreda kot delavskega razreda. Govorimo seveda o tem, vi pravite, učiteljica ne mora plačevati toliko davka, kot ga recimo gospod Brodnjak, ampak ob tej razbremenitvi plač, o kateri smo danes že nekaj rekli, vsak je že nekaj povedal, vi, tako kot gospod Han, oziroma vi predlagate, da bi ta denar za razbremenitev plač našli, če vas prav razumem, z obdavčitvijo nepremičnin. In zdaj me zanima, z obdavčitvijo katerih nepremičnin in kako visoka bi bila ta obdavčitev. Hvala lepa. To se mi zdi zelo pomembno. Mi nismo proti razbremenitvi plač.
Mi samo pravimo, Ne, se mi da se je treba- pogovarjamo o različnih načinih. Ne, vemo, kako bi ostale stranke, vi tukaj predlagate, poleg gospoda Hana, ne, SD-ja, da bi to naredili z obdavčitvijo nepremičnin. Se pravi, kako visoka bi bila ta obdavčitev nepremičnin in kaj vse bi obdavčili od stanovanj. Zdaj v Ljubljani pravijo, da je že 50% nakupov nepremičnin investicijskih, kar pomeni, da jih ljudje, ki imajo prihranke, kupijo nepremičnino, ker ta raste hitrejše od vrednostnih papirjev in tako naprej. In imamo 10.000 stanovanj samo v Ljubljani na ta račun praznih. Tu prav časnik Finance, ki je šel gledati, koliko stanovanj ne porablja elektrike, vode in tako dalje. Tako da to je naša glavna tarča. Obdavčiti te nepremičnine. Za koliko recimo? 0,2%, 1%, 5%? Zdaj, tega odgovora vam zdaj ne bom povedal, ker to mora biti stvar družbenega dogovora. Mi smo poskusili kot vlada z davkom na nepremičnine z januarjem letošnjega leta in smo videli, da če ga takole vržeš, je ta davek mrtev, še preden do konca izrečeš, kaj bi rad naredil. To mora biti stvar temeljnega družbenega dogovora. In mi bomo takoj po začetku mandata ta dogovor začeli ustvarjati in ko bomo videli, koliko denarja lahko na ta račun dobimo in seveda tudi stanovanja se bodo aktivirala, kar bo koristno, bomo šli v razbremenitev dohodnin, zato da ljudje lahko dobijo več od svojih plač. Absolutno to. Obdavčitev nepremičnin absolutno ne. Davek na nepremičnine je najemnina, ki jo lastnik plačuje za to, da živi v lastni hiši, za katero je odvajal že nešteto davka skozi razne transferje. Davek na premoženje, absolutno ne. Delo ne sme biti kaznovano. Premoženje je pa sad preteklega dela. Enostavna logika. Če mi ne razbremenimo plače, dvignemo vsem plače na račun davkov in prispevkov, obenem pocenimo dobrine z znižanjem DDV na 16% in 5% na potrošniško košarico in pa na storitve, povečamo kupno moč, cash flow. Država pobere več denarja na parjazen način, spodbujamo tuje neposredne investicije, odpravimo sivo ekonomijo, pa preprečimo odliv našega gospodarstva v tujino. In še ena revolucionarna ideja, evo, pa vam jo poklanjam, če bo kdo nam iz resnice prišel do pozicije odločanja. Mi imamo en kup upokojencev, ki so želeli delati, pa ne želijo, ker jim država odtegne določen del pokojnine. Če zagotovimo, da jim pustimo pokojnino in da lahko delajo 16 ur na teden, bomo nabrali 100.000 upokojencev, ki bi to radi delali. O predpostavki, da delajo po 16 ur na teden, se nabere približno 50.000 ljudi, ki bojo plačevali prispevke in pa davke za 8-urno polno delovno obveznost in tukaj zapolnimo, že samo tukaj zapolnimo 800 milijonov davčnega primanjkljaja, ki bi ga izgubili skozi znižanje prispevkov in pa davkov, o predpostavki, da ukidemo korupcijo, kaj je 3,5 milijona evrov, preobsežno javno upravo in pa financiranje socialnih transferjev, ki jih marsikdo zlorabi. Upokojenci lahko delajo 90 ur na mesec, sam to. Ta revolucionarna ideja je že udejanjena. Leva stran vedno gleda naprej v kovi in govori o tem, kako je treba ljudi dodatno obdavčiti. Nasprotno, neka razvojna koalicija, ki zdaj prihaja po 22. marcu, pa govori, na kakšen način v bistvu davke spraviti v razumen okvir. In davek na nepremičnine, gospod Mesec, veste, kaj vi želite s tem narediti? Uničiti slovensko podeželje, slovenske kmetije in kmetijska poslopja. Kajti na drugi strani, tisti, ki že kupi, tisti, ki pač varčuje denar in ga ima naložbeno lahko tudi za stanovanje, za nepremičnino, ta že vhodni davek ob vsem tem plača. Tisti, ki pa vse zapravi, temu se pa nič ne odvzame. Kaj pa tisti, ki ne morejo stanovanja? Kaj pa tisti, ki ne morejo stanovanja? Mi moramo spodbuditi k temu, da nižamo davčna bremena oziroma izpravimo razumne okvire. Vedno vi gledate, kako bi nekaj delili in kako bi ljudem odvzeli. Vi preveč ljudem jemljete iz žepov, njihove denarnice ste v 4 letih dobesedno izropali. Bistveno pa je, da mi povečamo s produktivnostjo in s programom, ki ga imamo pripravljenega, to našo skupno pogačo, da lahko potem delimo. Delo upokojencev. Vete, danes dela okrog 20.000 upokojencev, si želi delati, pri tem pa se jim je zgodila ena velika krivica. 60% njihove pokojnine, ki je pravica iz dela, pošteno so namreč plačevali prispevke, se jim odvzame. Če delaš več kot 2 leti, se jim odvzame 80% pokojnine. Torej,
ta zakon bomo sprejeli v prvih 100 dneh naslednjega mandata, gospod Mesec, kajti tisti upokojenec, ki si želi delati, pa naj dela, če je delo vrednota, pri tem pa naj prejema polno pokojnino, ne pa, da je danes ne prejema, čeprav je to njegova pravica iz dela. Ob polni pokojnini lahko upokojenec dela 90 ur na teden. To je obstoječe. Zakaj mu vzamete 60%, če dela več, če dela 2 leti? Prvič slišite, da obstaja začasno in občasno delo upokojencev. To pomeni, da ob to velja, polni ampak- pokojnini lahko upokojenec dela 90 ur na teden. To smo sprejeli v naši vladi. Zakaj? Ne, 60% pokojnine je za nekoga, ki dela in želi delati. Vi Po 8 ur na pa v dan. drugem instrumentu Dodatno. govorite. Vi odvzamete. In to je treba spremeniti, smo predlagali zakonodajo, da se Ne to poznate spremeni, pa pokojninskega ste jo sistema. zavrnili. Ne poznam, smo to prebrali. Lejte, samo trenutek. Dilema davki za učiteljico ali pa Blaža Brodnjaka je prvovrstna in umazana politična demagogija. In reduciranje na izpostavljene primere strani gospoda Mesca je tudi lažna dilema. Sej v bistvu nimamo dileme, ali delamo davke za učiteljice ali pa delamo davke za predsednika uprave uspešne banke. Mi delamo davke zato, da bo imela učiteljica več v svojem lastnem žepu. To bo imela pa takrat, kadar bodo davki taki, da bo spodbujalo gospodarstvo, da se bo lahko razvijalo in da bo dodana vrednost. Mi smo zdaj na koncu tega razvojnega modela. Mi moramo dejansko narediti drastične spremembe z poudarjenjem tega, kako smo odvisni od gospodarske rasti, da si očitno koalicija tega sploh ne predstavlja. Ne vem, če ste brali študijo Vizija 2040. V njej piše zelo lepo, do leta 2040 mora Slovenija, če želi ohraniti raven razvitih držav, rast za stopnjo 4% dodane vrednosti, da pride do 100 000 dodane vrednosti na zaposlenega. Mi smo zdaj rastemo za 1,2. Vsako leto, ko vi s to lažno dilemo, za koga vi davke delate in ne sproščate dohodnine, v bistvu kradete prihodnost Slovenije. Vam v bistvu davki kar iz oči sijejo. Vsaka nova beseda je davek, potem, ko ste že za 1,5 milijarde dodatnih davčnih oziroma dohodninskih bremen naredili. In mi potrebujemo razvojno kapcijo, zato, da bo lahko na koncu koncev ta vaša učiteljica imela višjo plačo in da ne bo na koncu prisiljena, da zaradi stiskanja odide v Hofer, ker so tam višje plače. Krba. Ja, gledajte, zdaj, mislim, ta debata je koristna, ne, tudi razlike so se zelo jasno pokazale, ne, tudi pokazalo se je, kdo razume, kaj so davki, pa kaj niso davki. Imamo pa tukaj en velik problem v stanju, v katerem smo, in to je, da tudi če recimo na teh volitvah zmaga, kar verjetno bo, ne, koalicija, ki se zavzema za razumne davke, zdaj gospodarstvo pa tudi vlagatelji vprašanje, ali bodo s tem že prepričani, da bo Slovenija dobila bolj ugodno davčno okolje, kamor se splača vlagati in ne bodo podjetja več odhajali na Hrvaško. Zakaj? Zato, ker tukaj nijo neke resne stabilnosti in se ne ve, koliko časa bo to novo, boljše, bolj razvojno davčno okolje trajalo. Ne? Zato mi predlagamo, in jaz mislim, da ker nas je tukaj 8 in vsaj nekateri od teh bomo tudi v naslednjem parlamentu, da se oblikuje ustavna večina razuma, ki bo sposobna v slovensko ustavo vključiti davčno sidro. To se pravi, omejiti delež bruto domačega proizvoda, ki ga sme oblast, država, vsakokratna oblast, pobrati iz žepov davkoplačevalcev in iz bilanc gospodarstva. Zdaj je tako, da od leta 2023 na leto 2024, kar so zadnji podatki, se je ta delež porabe v bruto domačem proizvodu dvignil za 2 odstotni točki, to je za več kot 1,6 milijarde. Ko bodo podatki še za lansko leto, se bojim, da bomo blizu 40% te porabe. Se pravi, nekje je treba postaviti sidro. Mi imamo svoj predlog, sem ga zdaj ne bom le citiral, ker zato je potrebno dobiti v parlamentu 60 glasov. Če to uspemo, tukaj jaz ne govorim o vladni koaliciji, govorim o ustavni večini razuma, če to uspemo, bomo stabilizirali naše okolje do te mere, da ne bo odvisno od te ali one vlade, od barve te ali one vlade,
in bomo s tem zagotovili dolgoročno stabilnost gospodarstva. Mi smo to idejo testirali v pogovoru z gospodarstveniki, njihovimi zbornicami in je tukaj velika naklonjenost. Potrebujemo pa za to neko resno ustavno večino razuma, ne glede od katere barve so ti glasovi, odkoder bodo prišli. To seveda ne pomeni, da potem vlada tukaj nima nobenega manevrskega prostora. Pomeni samo, da če neke davke dvigne, mora druge spustiti. Tako da je neka povprečna obremenitev davkoplačevalcev in gospodarstva stabilna. In če to zagotovimo, potem tudi ne glede na to, kako se bodo odvijale naslednje volitve, damo upanje gospodarstvenikom, tujim vlagateljem, da če bodo prišli v to državo, imajo zagotovljeno neko stabilno okolje, kar je temeljni pogoj za razvoj. Gospod Golob, davčno sidro dali ne in potem gremo naprej. Davčno sidro ne bo ničemer vpliva na tuje vlagatelje. Tuje vlagatelji že danes hodijo v Slovenijo. Renault je izbral Slovenijo za svojo edino Državna pomoč. za edino destinacijo, v kateri je izmed Francije gradil tovarno električnih avtomobilov. Švicarska podjetja, farmacevtska so vsa izbrala Slovenijo pred Nemčijo in so namenoma prišla v Slovenijo, ker je tukaj ekosistem in okolje, tako ki spodbuja njihovo rast. Vse to je bilo v tem mandatu. Tuji vlagatelji so tu. Za čemu so namenjeni davki? Edini zares nova dajatev, ki je bila uvedena v tej vladi, edina zares nova, je dolgotrajna oskrba. Čemu je namenjena dolgotrajna oskrba? A vi mislite, da mi s tem polnimo proračun? Ne, to je namenska dajatev. Namenjena tistim, ki so se, žal, v domovih za starejše znašli z boleznijo in so jo morali do sedaj pokrivati sami. Jaz vam povem primer. Poznam družino. Oba sta bila aktivna. Mama je žal zbolela, dobila demenco. Ostala doma pri očetu. Ko je imela zaiti v dom, je bil njen račun v domu 1500 evrov. Ampak ta oče gre za zelo verno družino in verjeli so na besedo temu, kar razlagajo tej na moji desni. Dokler niso dobili položnice in so ugotovili, da na položnici dejansko plačujejo to, kar govori ta vlada in ne to, kar po Novi TV širijo ves čas moji mojstri z desne. Ta zakon smo mi sprejeli, vi ste ga pa zamaknili za 2 leti. Dejte, no, vi niste sprejeli ničesar. Seveda smo ga. Za 2 leti ste takrat, ko se zamaknili. ljudje prepričajo na svojim računu, kaj je res, takrat se ljudje odločijo za to, da podprejo to vlado naprej. In to je vsa resnica o davkih, zakaj jih potrebujemo. Zdaj bom pa namenoma šel na nepremičninski davek, ker je bila to tema. Vsi iz desne govorijo, davke bomo znižali, ne rabimo denarja, država ne rabi denarja. Veste, kaj je to? To je kot pravljica o Sneguljčici. Govorimo o razumnih. Tisto, kar... Ne, vi govorite, da boste vse znižali. O razumnih davkih. Tisto, kar je pa resnica, je, da kar se tiče nepremičnin, nepremičnina ima dvojno funkcijo. Ima funkcijo doma in ima funkcijo naložbe. Kdor ima nepremičnino za svoj dom, ne sme biti na noben način hendikepiran z nobenim novim davkom. In to je zaveza koalicije, da tam, kjer je to dom, ali prvi, ali dom, tam ne bo davkov nobenih. To smo imeli ves čas v programu in to lahko potrdim. Še več, gradimo nove domove. Prva koalicija, ki je dala milijardo, zato da vsako leto gradimo na 1000 novih domov, da si jih bojo ljudje lahko privoščili. In veste, katere nepremičnine pa je prav, da se obremeni z davkom? Prazne. Ker prazne nepremičnine nimajo tisti navadni ljudje, za katere se zdaj tukaj učiteljice in vzgojiteljice. Ne, jaz jih ne poznam, učiteljic in vzgojiteljic, ki bi imeli prazne domove po Ljubljani. Poznam pa dosti menedžerjev in bogatašov, za katere se gospod Logar tako zavzema, ki pa to imajo. Prazne nepremičnine je pa treba bremeniti po zgledu vseh držav v Evropi. Gospod predsednik vlade, vi ste prej govorili o dolgotrajni oskrbi. Glejte, 20 000 ljudi ima ta trenutek zagotovljeno dolgotrajno oskrbo Ne, dostojno življenje. v domovih za starejše. Vsi ostali, upokojenci tudi, pa plačujejo odstotek za dolgotrajno oskrbo, je pa na domovih nimajo urejene. Se pravi, zakon se ne izvaja oziroma pobira se ta prispevek, ki ga lahko štejemo kot davek, ker je obvezen na zalogo. In to je ta problem, da je tukaj lahko tudi ustavna materija, zakaj se nekaj pobira. Seveda, da je res. Za 140 milijonov evrov več denarja se je zbralo v ZZS blagajni in kaj se je zgodilo s tem denarjem? Prestavili ste ga na Ministrstvo za finance. Glede podjetij in Hrvaške.
Zdaj Vlade govoril o Revozu. Revoz je tukaj že dolgo časa. Ja. Dobil je Ampak ne tudi električni avtomobil. veliko subvencijo. Veste, kaj mi je zadnjič en mizar dejal v Savinjske doline? Ta mizar iz Savinjske doline, ki ima 5 zaposlenih, mi je rekel, kdaj bom jaz kakšno subvencijo dobil, da lahko še naprej investiram, da se lahko še naprej borim na tem zaostrenem trgu, ne pa da mi Golobova vlada stalno Letos je- previja letos nove je davke. 970 Druga stvar, milijonov poglejte, evrov koliko spodbud za podjetij je, gospodarstvo. poglejte, koliko 970 podjetij, milijonov, poglejte, skoraj koliko milijarda. podjetij je šlo na Hrvaško. Lidl, Perutnina Ptuj, Microsoft. Govorite samo o Govorimo- menedžerjih, ki so se tja ne o preselili. menedžerjih, govorimo tudi o selitvah. In pazite, gre najprej, seveda, management, grejo tja tudi dobički in vse ostalo, kasneje sledi pa lahko tudi celotne proizvodne. Vi ste ustvarili poslovno okolje, kjer enostavno govorijo tudi multinacionalke, da se v tej državi Perutnina Ptuj je ravno kar šla v Ne, investicijo. ni laž, gospod predsednik On vlade. pa govori, da ni se je laž. preselila. Poglejte dejstva, koliko ljudi, Se je koliko zdaj podjetij je šlo na Hrvaško. odločila, Poglejte. Kar se tiče tujih Vlada neposrednih se vsakič investicij, znova to res, odloči gospod za- Ampak gremo samo po vrstnem redu. Investicije, samo povem, Gremo, vse bomo šli po vrstnem da redu. obstajajo tri vrste tujih neposrednih investicij. Prve so zdrave, ki temeljijo na ugodnem davčnem okolju. Ljudje pridejo sem, ker se jim splača. Druge so te, ki so s subvencijami, s čimer rušiš lastni trg, ker niso v enakih merilih. In tretje so pač s provizijami, kot je bila naša znana Adria Airways. In zdaj se je videl, kako zelo je bil potreben, pa kakšnemu nacionalnemu interesu je bil naš letalski prevoznik, pa ga nismo imeli. Gospod Fratovič, ne, Ja, gospod torej, Fratovič, najprej bi se rad odzval na nebuloze o nepremičninah, ki smo jih prej poslušali. Torej, jaz sem mestni svetnik v Ljubljani, zelo podrobno spremljam, kaj se v glavnem mestu gradi. Gradi se skoraj izključno luksuz, po možnosti z denarjem, ki ga sem prinesejo različni tajkuni ali pa posamezniki, ki so to premoženje skrivali v državah, kjer se to da narediti. In seveda noben ne želi tovrstnega davka, ker je ta davek seveda vezan na določen del elite in kakor je prej gospod Mesec priznal, seveda s tem lobijem se niso uspeli spopasti. Mi se nameravamo spopasti s tem lobijem, mi nameravamo obdavčiti luksuzne nepremičnine in poskrbeti za to, da se bo začelo graditi tudi domove po normalnih dostopnih cenah. Kaj pa vi, gospod Han in gospod Logar, in končamo? Najprej, Kar se tiče obdavčitve nepremičnin. Se opravičujem. Če mislimo v tej državi narediti davčno predvidljivo okolje, potem ni prostora za populizem in zdaj sem ga slišal ogromno. Kar se tiče socialnih demokratov, mi vemo, da če želimo zvišati neto plače, se pravi razbremeniti tih davkov, je potrebno doseči nek dogovor in poiskati druge vire. Drugi viri so v tem tako imenovanem neobdavčenem premoženju, kjer pa se moramo absolutno dogovoriti. Kar se nas tiče, imamo v zakonu, v programu jasno napisano, da do 200 tisoč evrov, se pravi nepremičnina, bi bila obdavčena z 0 stopnjem, potem pa progresivno, odvisno koliko teh nepremičnin imaš. In z zelo nizkim procentom, se pravi s tisočinkom premoženja, ki ga imaš, bi mogel plačati nek davek, ampak ljudje, ko bojo videli, kakšne davke plačujejo in zato dobijo više neto plače, je potrebno se znati dogovoriti. In tukaj pa se strinjam z vsemi, ki so rekli, to bo potrebno spraviti v nek okvir in dogovoriti se med vsemi političnimi strankami in še nekaj bi jaz v ustavo zapisal. V ustavo bi jaz zapisal tudi socialni dogovor, da je pomemben, da nekatere stvari sprejmemo v državi skozi socialni dogovor. Boste imeli, gospod Logar, repliko po oglasih, tako kot vsi ostali, ko bomo imeli še zaključne misli in sicer, katera bo prva poteza kandidatov, če prevzamejo oblast v nadaljevanju. Preden sklenemo s sklepnimi mislimi, gospod Logar, vi imate še repliko na prejšnji krog. Ja, hotel sem povedati, da je stanovanjska problematika ena od ključnih za naslednji mandat. Zdaj, odhodajoča vlada ima v bistvu za vsako vprašanje odgovor višji davki. Enako je imela recimo pri vprašanju praznih stanovanj zakon o gostinstvu, ki je bil popolnoma neprimeren. Rešitev ni niti gradnja socialnih stanovanj z davkoplačevalskim denarjem.
Rešitev je zelo preprosta. Najprej je treba sprostiti trg nepremičnin v Ljubljani tako, da se zgradi 1000 novih sob za študente, potem je treba znižati obdavčitev za najem s posebnim bonusom za tiste za dolgoročni najem, da se v bistvu cene vsaj umerijo, in kot tretje, ključni projekt je stanovanjski Feniks, to je oblikovanje v partnerstvu z občinam komunalno opremljena zemljišča za tipske gradnje, za poceni gradnje stanovanj za mlade družine, za prvo stanovanjsko problematiko, in na ta način ne potrebujemo v naslednjem mandatu novega nepremičninskega davka. Na ta način lahko še sprostimo ostale davke in ljudem pustijo, da zaživijo z več denarja v svojem žepu. Dobro, in zdaj končujemo današnje soočenje. Isto vprašanje za vse. Gospod Feratovič, če pridete v parlament, imate možnost, da ste v vladajoči koaliciji, kaj bi bil prvi ukrep, ki bi ga predlagali, da ga sprejme vlada, oziroma kaj bi najprej naredili? Torej, Piratom se zdi pomembno, da moramo okrepiti boj proti korupciji. Ponuditi je treba nagrade ljudem, ki prijavijo korupcijo in te prijave vodijo v obsodbe. Potem dvigniti je potrebno kazni za korupcijo na navzkrižju interesov. Trenutno je kazen za brezdomstvo enako visoka kot globe, ki jih prejemajo določeni župani in drugi funkcionarji za kršitev nasprotja interesov. Potem pa seveda obdavčiti je potrebno predvsem digitalne korporacije, s tem prinesti v državo denar in davčno razbremeniti delo. Kaj bi bil vaš prvi ukrep, če bi bil v poziciji, da vladate? Dvig plač na račun davkov in prispevkov, dvig pokojnin, potem oprostitev davkov in prispevkov samostojnim podjetnikom za prvi 2 leti delovanja in pa znižanje prispevkov in davkov za vse samostojne podjetnike ter pokritje bolniške od prvega dne za samostojne podjetnike, ne več od 30 dne, kot je bilo to do zdaj. Sprememba zakona o DDV-ju na ta način, da je to zdaj 16% osnovna davčna stopnja, 5% storitvena davčna stopnja, potem pa sprememba kazenskega zakonika s tem, da bi uvedel ta naš člen politični kriminal, v predpostavki, da vzpostavimo cel brez zastaralnih rokov, vse od policije do specializiranega tožilstva do specialnega sodišča, obenem pa sprejem zakona o neposredni demokraciji in nadzoru funkcionarjev, kjer bi v bistvu kontrolirali vse sfere družbenega delovanja skozi javnost, obenem bi pa lahko odpoklicali in poslance in župane in pa vrnili moč ljudem v roke, kar je v bistvu naše glavno strateško izhodišče. Gospod Mesec, vi? Ja, zdaj slišimo, da desnice in resnice nič ne ganejo opozorila, kaj se recimo dogaja na Finskem, ali pa konec koncev, kaj se je dogajalo v Franciji. Ampak to zdaj že komentirate. Kaj je vaš prvi ukrep, če boste v novi vladi, ne vem, če bo vodil gospod Golob, kdo drug, kaj boste najprej predlagali? Zdaj, najprej 22. marca moramo prepričati, da Slovenija ne zdrsne po tej poti, ker bomo končali tako kot Finska, v bankrotu, z varčevalnimi ukrepi, z UIF-om, brezposelnosti in tako naprej. Mi bomo v prvem koraku po volitvah predlagali, da se obdavči prazne nepremičnine, še enkrat, v Ljubljani že 50% nakupov stanovanj je investicijskih in ta ostanejo prazna. Izkupiček iz tega davka bomo pa porabili za to, da se razbremenijo plače in da se uvede brezplačen vrtec. Gospod Vrtovec, vi? V prvih 100 dneh je treba, nemudoma treba sprejeti zakon o odpravi posledic te vlade. Pravi zakon, ki bo razveljavil slabo zakonodajo, ki jo je uvedla ta leva koalicija, s tem je naredila ogromno dolgoročno škodo Sloveniji in to okrevanje po tej koaliciji bo zelo dolgo. In drugi korak, takoj po tem zakonu, absolutno pa je, da znižamo davke in jih pripeljemo v razumen okvir, ker s tem dvignemo plače in razbremenimo mala in srednja velika podjetja, družinska podjetja. Veste, jaz sem veliko med ljudmi. Vsak dan sem na terenu med obrtniki in podjetniki ter njihovimi zaposlenimi. Te ljudi, draga koalicija Roberta Goloba, ste razočarali. Popolnoma razočarali in dejansko ne zmorejo več. Za razliko od te koalicije, pa v NSI, SLS in Fokusu vidimo Slovenijo, kjer bo delo cenjeno, kjer bo delo vrednota in da bo vsak Slovenec, ter vsak upokojenec, vsi tisti, ki delajo in si zaslužijo, tudi pošteno plačilo za opravljeno delo. Gospod Golob, vi? V tem mandatu smo najprej poskrbeli za socialno najšibkejše, upokojence, in krepili smo socialno državo, kar pomeni javno zdravstvo, javno šolstvo.
sedaj je na vrsti razvoj gospodarstva, sedaj je na vrsti delovno aktivna populacija. Več ukrepov je, najprej, popolnoma se strinjam, res je treba administrativno razbremeniti espejevce in prispevke prilagoditi in tudi bolniško spremeniti, zagotovo. Treba je pripraviti za mikro in za mala in srednja podjetja razvojne spodbude posebne in jih davčno razbremeniti. Posebna schema za mala in srednja podjetja. V velikih podjetjih pa je edini ukrep, ki je že v veljavi, kar samo še izpiliti, in to je, kako več delavcev pritegniti k sodelovanju pri delitvi dobička. Ker ta zakon, ki je že sprejet, SBC-jev zakon, ta zakon že danes daje velikim korporacijam možnost, da nagradijo najbolj produktivne zaposlene. S tem je treba nadaljevati in na koncu bomo lahko rekli, da smo z ciljnimi ukrepi, pomeni z bistveno manj denarja, dosegli bistveno večje učinke pri produktivnosti. Gospod Janša, vi? Ja, gledajte, jaz tukaj ne bom licitiral. Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki je za te volitve pripravila in predstavila kandidate za parlament, za celotno vlado in korpus zakonodaje za vse resorje. Tako da lahko vse naenkrat začnemo, vendar imamo prioritete. Zdaj, cilj tega programa in te ekipe, ki dela za Slovenijo, je večja blaginja za vse. Zdaj, v preprostem jeziku, Slovenija ima silne potencijale, ki niso izkoriščene. Zmoremo več, bistveno več. Naš cilj je, da s povprečno plačo v Sloveniji nekdo lahko v 10 letih odplača stanovanje, ki si ga lahko privošči pol ure od mesta, kjer dela. Tako da, in ko bomo mi imeli take povprečne plače, kot jih ima Finska, gospod Mesec, bomo lahko rekli, da smo na višji stopnji blaginje. Gospod Han, vi? Zakon o participaciji delavcev pri dobičku je bil spisan na Ministrstvu za gospodarstvo in smo ga 2 leti usklajevali, ampak ne glede na vse. Mi tudi vemo, kaj treba narediti, me je pa strah, glede na to, da je ta svet ponorel, da se bomo prve 2 dni naslednje vlade ukvarjali z intervencijami, kako pomagati gospodarstvu, da bo preživel. In tu smo seveda v naši stranki pripravljeni in verjetno tudi v koaliciji, da bomo lahko intervenirali, pomagali gospodarstvu, in ko bomo zopet na nek način to naredili, se bo potrebno usesti za mizo z socialnimi partnerji, v socialnem dialogu, z političnimi strankami, kakšno davčno politiko v tej državi želimo imeti. Ne bo šlo na tak način, da bomo vse razbremenili in želeli imeti javne sisteme, javno zdravstvo, javno šolstvo, večje plače učiteljic, večje plače ljudi, ki delajo v domu za starejše. Žal tako ne gre. Zato bo potrebno daljši dogovor in ravno zaradi hitrih odločitev, ad hoc odločitev, ne pridemo do predvidljivega davčnega okolja. Zato, če bom jaz v tej igri, bom probal se dogovoriti, da bomo prišli do ene pravega davčne zakonodaje, kjer jo ne bomo spremenjali vsak mesec. Gospod Logar, vi? Mi bomo takoj na začetku spremenili paradigmo upravljanja z državo in bomo takoj na začetku tudi zagnali obljubo iz programa Uspešna Slovenija o kompasu uspešnosti, kjer bomo praktično vse sektore države naredili sken in določili kazalnike za vsakega od 14 ministrstev, kje smo in kam bomo prišli po 4 letih. To pa zato, da nihče od ministrov ne bo ali ministric v skušnjavi, da bi krivil prejšnjo vlado, ampak bo sam odgovoren za tiste kazalnike, ki bodo kazali napredek po posameznih ministrstvih. Kot drugo, upeljali bomo davčno razbremenitev takoj na začetku, da bo nekomu za povprečno plačo na leto 500 evrov stalo več v žepu, in kot tretjo, oblikovali bomo SKOK, specializirano enoto za pregon organizirane kriminalitete in korupcije, z posebno policijsko enoto, kjer bosta z roko v roki dosegla to, da v Sloveniji ne bo več tistih, ki imajo imuniteto na pregon zoper korupcijo in organizirano kriminaliteto, in da bi po podobnih odkritjih, kot smo jih zdaj spremljali v zvezi z političnimi funkcionarji, policija nemudoma in tožilstvo urgirala za to, da se gnila jabolka umaknejo iz košare in da ostala jabolka ohranijo dober okus. Spoštovani gostje, najlepša hvala vsem, da ste prišli in sodelovali v razpravi.
Prihodnji ponedeljek, 16. marca, ne zamudite 5. predvolilnega soočenja na Pop TV, selimo se v Maribor, v sodni stolp, Robert Golob in Janez Janša, iz oči v oči, dva pogleda, ena država. Povabili smo tudi njuni soprogi Tino Gaber Golob in Urško Bačovnik Janša. Soočenje bo vodila Petra Krčmar. Zahvaljujemo se podjetju Kontron, nekdanjemu Iskratelu, ki nam je omogočilo izvedbo soočenja v proizvodnih prostorih tega visokotehnološkega podjetja, ki kaže, da je upanje za boljši standard v Sloveniji. Vam pa hvala, ker ste nocoj zdržali z nami. Noč iz Kranja. V ponedeljek 16. marca v živo iz Maribora.